Pozdravljeni v podcastu iz Centra Gol. Oddaja je namenjena vsem, ki želite nogomet spoznati poglobljeno in strokovno. Igor in Nace bo v center postavljala goste z področja nogometa in športa nasploh. Najbolj razširjena igra na svetu je veliko več kot le zmaga in poraz. Vabljeni, da z nama spoznate vse, kar nogomet ponuja. V primeru, da se vam oddaja všeč, vas vabimo, da nas všečkate in sledite na vseh pomembnih podcast platformah, kot so Spotify, Deezer, Google Cast, Apple Podcast, TuneIn, ter na ostalih pretočnih vsebinah, ki jih še dodajamo. Najdete nas tudi na Facebooku in YouTubeu, kjer bomo veseli vaših všečkov in vas vabimo, da ste naši sledilci. S tem boste na tekočem z novimi oddajami in dogodki, ob tem pa nam boste pomagali, da bo oddaja še boljša v prihodnje. Vaši všečki in število sledilcev je za nas ključno. Hvala vsem, ki nas sledite in nas še boste. Zdravo, Nace. Zdravo, Igor. Gremo proti 20. oddaji. Odlično, smo že kar nabrali. Smo že nekaj nabrali. Pozdravljen center današnje oddaje, Davor Škarjanc. Zdravo, zdravo. Športni direktor nogometnega kluba Tabor Sežana. Še enkrat zdravo. Zdravo, ja. Davor, na začetku vemo, da si imel zelo dobro nogometno pot od tega, da še enkrat povemo, da si bil tudi član nogometnega razreda v Šiški, mlad reprezentant, zelo dolgo časa za tabo so od Tabora, kjer si domačin, do Olimpije, do Krke, do Voždovca in da ne pozabimo tudi tvojega tujine v Grčiji, ne? Se pravi, iz nogometnega vidika imaš zelo lepo zgodovino, kot igralci potem spet zaključijo v Sežanju in prevzel v drugi ligi eno zelo zanimivo novo obdobje za tebe. Vodenje več ali manj kot športni direktor ali kar kot vodenje celotnega kluba, pa da je večji del stvari bilo na tvojih plečih. Kako bi se glede tega opredelil? Ja, to novo zgodbo smo začeli, praktično smo se zbrali, jaz pa neki ožjih prijateljev, lahko rečem, no. Nace Kosmač, eden izmed njih, Saša Gulič, Matej Glavina. In nekako smo se lotili tega projekta, takrat je bila še 3. liga v Sežani, klub v določenih težavah, niso vedeli, kam naprej, kako naprej, sploh nadaljevati s člansko ekipo. V mladinski šoli se je nekaj delalo, ampak spet še dosti prostora za napredek. In ja, v tistem trenutku smo se nekako zbrali, zakaj ne bi nekaj poskušali, ne? Vsi smo bili fantje z nekim nogometnim ozadjem, nekaj moje zgodovine si že omenil, en kup nekih izkušenj nabereš skozi svojo nogometno kariero, ljudi spoznaš, naučiš se, kaj je prav, kaj ne, mogoče niti ne prav, ampak katere stvari v fuzbolu funkcionirajo, katere malo manj. Tudi mogoče neke odnose med ljudmi spoznaš, veš, na kakšen način bi si želel, da so ravnali s tabo, na kakšen način lahko ti ravnaš z drugimi naprej in predajaš svoje znanje in informacije, tako da dejansko v tistem trenutku nismo niti vedeli, kam nas bo naša zgodba popeljala. En dan smo sedeli tukaj pred stadionom v Sežani in smo si rekli, fante, ne bi zavihali rokave, pa da nekaj naredimo tukaj v Sežani, pa da povrnemo to neko staro slavo, ki je konec koncev Tabor že imel. Leta 2000 je že nastopil v prvi ligi. In dejansko dan smo tukaj, no, pol od tistega trenutka dalje so stvari šle strmo navzgor in so se zgodile tako na hitro, da kakšenkrat se še vedno zazrem za nazaj in se mi zdi malo nerealno, da smo se to skupaj dosegli, no. Kako ste pa vi uspeli takratno vodstvo kluba prepričati, da so vas pustili zraven? Je bilo to kaj tren ali so pač ugotovili, da je potrebno nek nov korak narediti? Verjetno tudi občina nekje tu zadaj morala nekaj pridodati svojega, da so vam stopili ali pa da so prišli proti vam in vam prišli v pomoč, no? Ja, dejansko tista takratna klubska struktura je precej pozornosti namenjala tej mladinski šoli, malček manj mogoče energije so imeli za člansko ekipo. Mi smo ponudili lih to, da bomo v bistvu preko članske ekipe potem celoten klub dvignili na višji nivo. In dejansko s tem, ko smo tudi sponzorje pripeljali, generalnega sponzorja Cherrybox24, ki je z nami v bistvu s to našo zgodbo od prvega dne, je bilo vse skupaj lažje, no, ker dejansko, ko vidiš, da ima zgodba nek temelj, da ima neko finančno ozadje in konec koncev pač nekih zagnanih fantov,
nas je tudi ta obstoječa struktura lažje sprejela in dejansko lahko rečem, da še danes nam stoji ob strani. No. Vi ste v bistvu, zdaj te, ko si povedal, zadeli žebljico na glavico, tako se reče, ker v bistvu vsi klubi se trudijo ravno to, ne, dobiti nekega generalnega sponzorja, da je neko ozadje, zaledje, iz česar lahko izhaja. Vi ste v bistvu že kar hiter uspeli to dobiti in je verjetno tudi zaradi tega bilo lažje naprej snovati stvari, ne, ker imaš malo, veš, da boš lahko z nečim operiral, da nisi kar v luftu. Ja, to je bilo že vnaprej, kaj tudi splanirano, ali je čist as you go šli z tokom? Usporedno se je zgodilo nekako. No. Jaz sam si ne bi privoščil to zgodbo, če ne bi bila zgodba ambiciozna in če ne bi bila odzadaj tudi pokrita. No. Tako da zgodilo se je pa čisto dejansko usporedno. No. Mi smo se s fanti dogovorili, da gremo v akcijo. Še tako so rekli, da gremo, ni problema, ampak kdo bo pa denar dal, ne? In se neko fanti ni problema, v roku 10 dni bo imel generalnega sponzorja. In dejansko v tistem trenutku se mi ni sanjal, kje ga bom dobil, ne? Ampak dejansko čez 10 dni sem prišel pred njih in sem pripeljal gospoda, ki še danes stoji z nami. Tako da, ja, se mi zdi, kakšenkrat v lifeu, ko se nekaj odloči, se ti stvari potem same razvijajo. Ne? In mogoče niti ne veš, kako boš prišel do cilja, ampak prideš, kaj je tvoja pot zelo jasna. Pomeni, da si zelo prepričljiv v vseh teh pogajanjih, glede na to, da si v 10 dneh uspel dobiti enega tako močnega sponzorja, da lahko pokrije danes tudi prvo ligo. Lahko rečemo, da so to naključja. To so naključja. To je ta karma, ki si jo priklical, kaj si se odločil in slej ali prej najdeš nekaj, ne? Ja, sej ne, kakšenkrat se vprašam v lifeu, kako sploh življenje funkcionira, ne? Ali v bistvu mi manifestiramo realnost, ne? Ali jo lahko intuitivno začutimo neko realnost, ne? Neko resničnost, kaj prihaja pred nami, ne? Ampak dostkrat opazim tako, ja, da lahko nekako ljudje zaslutimo prihodnost, kaj prihaja, ne? In ta naša odločnost, da bomo nekaj naredili, ali s tem mi ustvarimo pogoje, da dejansko nekaj naredimo, ali pa pač čutimo, da nekaj velikega prihaja, tako da neka vmesna pot. Ampak dostkrat dejansko na tej naši poti zadnjih 5 letih dejansko se je zgodilo ogromno situacij na takšen način, ja, da smo nekako zmanifestirali oziroma ustvarjali pogoje in ja, res, ko se ozrem nazaj, takrat smo se odločili, da bomo to naredili, ampak se nam ni sanjalo kako in danes smo tukaj 3. leto že v prvi ligi, tako da ja, sem tako dalje. Vi ste še igrali, marsikdo od vas takrat, ne, v 3. ligi tudi? Ja, praktično vsi, no, vsi od te naše prve ustanovne skupine smo še igrali 3. ligo, še 2. ligo večino, no, pa smo počasi eden po eden odpadali in prevzemali druge funkcije. A si pol opustil tisto svojo željo? Enkrat sva se pogovarjala, si rekel, da imaš eno še skrito željo, takrat ste glih v 1. ligo prišli, pa si rekel, bom igral še nekaj časa. Dejansko še vedno sem aktiven, no? Še vedno igramo. Okay. Vsi ti fanti, ki smo takrat začeli zgodbo v 3. ligi, smo šli gor, smo potem odstopili od te prve ekipe, ampak smo pa ustanovili drugo člansko ekipo, ki nastopa v 4. ligi in tam še vsi igramo, tako da dejansko ta ljubezen do nogometa ne zgine čez noč. No? In če že imamo možnost poskrbeti na tak način, da ostanemo v stiku z nogometom še malček bolj. Hkrati pa v bistvu s to našo drugo ekipo ponujemo vsem mladim fantom, ki zaključujejo mladinski staž, da ostanejo v nogometu in da dejansko se učijo od starejših, od igralcev, ki so nekaj dali skozi in ugotavljamo, da v bistvu ta izkušnja za njih je neprecenljiva in dejansko se na igrišču od soigralca največ naučiš. Kaj to pomeni, da vam je zdaj cilj nekje obdržati to drugo ekipo, odigrati, se pravi vi, ko imate zelo radi pa zelo veliko izkušenj, da igrate in zraven kalite nove mlade igralce, ki bojo potem lahko zastopali klub naprej? Tako nekako, ja. V bistvu ta prehod iz mladinske članske kategorije je večinoma zelo zahteven. No? Jaz sicer sam na svoji koži nisem tega toliko občutil, ker sem imel mogoče malček tudi sreče takrat v Primorju, je bila zamenjava generacij, sem dosti hitro prišel zdraven, ampak večina fantov ravno tukaj, tudi velikih talentov, zgubi nekaj tla pod nogami, recimo v nogometu in ko greš ti enkrat izven tega procesa prvoligaških klubov, ko greš v nižje klube, potem težko spet spavaš nazaj. Prvo zaradi kvalitete dela, drugo tudi mogoče zaradi nekega psihološkega efekta, ki pač ti pade se skup dol, ko enkrat ne uspeš, ne moram reči na prvo žogo. Ne?
In s to našo drugo ekipo želimo te fante obdržati v tem nekem okolju, želimo tudi poskrbeti za kvaliteto dela, za kvalitetne soigralce, izkušnje, kot si omenil. In ti mladi fantje zaenkrat se odzivajo super, trenirajo resno, se pripravljajo. Nekateri fanti so imeli tudi že priložnost potem odigrati prijateljske tekme s prvo ekipo. Tudi na klopi v prvi ligi so že bili nekateri od teh fantov, ki igrajo za B ekipo. Tako da to je neka naša mogoče ideja, naša filozofija za naprej. Glede na to, da naša kadetska in mladinska ekipa nastopa v drugi mladinski in kadetski ligi Zahod. In tudi vprašanje, če je realno v našem malo manjšem okolju ciljati na prvo ligo, ker dejansko potem moraš pripeljati igralce od vse povsod drugot in imaš zelo malo domačinov. In mogoče vidimo v tej drugi članski ekipi neko priložnost, da tiste bolj talentirane mlade fante zadržimo v svojem okolju in nekaterim boljšim mladinskim fantom ponudimo že igranje na članskem nivoju. Ampak zato bomo mogli še kakšno ligo više, tako da nekako cilj je, da bi šli s to našo drugo ekipo v tretjo ligo in bi v bistvu ponudili platformo tem mladim fantom, vhodnim mladincem, izhodnim mladincem, tistim članom, ki ne morejo priti zraven prve ekipe, da dejansko igrajo nek članski nogomet v nekem urejenem okolju s kvalitetnim delom in da napredujejo, kar se da. Naci to mora biti zanimivo, ne? Da prvo igraš s športnim direktorjem tekmo, naslednji v ponedeljek priješ pa v pisarno pa se pogovarjaš za... To mora biti zanimivo, dobro. Ja, mislim, na vzven vsekakor, po mojem, to zgleda malček nepredstavljivo, ne? Ampak glede na to, kako smo mi začeli takrat s tretje lige, ker smo dejansko vsi bili prijatelji med sabo in klapa, ne? In nas to drži še danes, ne? Tudi sam neke distance nimam s fanti, ne? Kakor si sam rekel, ne? Je zanimivo igrati z njim, potem drug dan biti v pisarni. In niti ne želim neke svoje vloge izkoriščati avtoritativno, pač to ni moj način, no. Jaz želim, da me fantje spoštujejo zaradi mene osebe, kakršna sem in zaradi kvalitete dela, ki ga opravljam, ne pa zato, ker imam nek določen naziv. In mislim, da tudi fantje to razumejo. Ja, super. Jaz bi se mogoče tu vseeno vrnil nazaj na te vaše začetke. Se pravi, vi, tako kot ste rekel, usedli ste se, rekli ste, da bi naredili nekaj več, da si pač klub zasluži nekaj več, ne? In zdaj dobil si sponzorja. Kaj je zdaj to pomenilo? Vi ste imeli načrt, ne vem, 3-4 letih priti v prvo ligo, to je bilo že prvi načrt, je bil, dajmo korak po korak, razmišljamo, ne vem, 2 leti za drugo ligo, pa bomo potem videli, kam lahko gremo naprej. Dosti zgodaj smo zastavili zelo ambiciozne načrte, no. Glede na to, da smo dobili generalnega sponzorja, ki je bil mogoče še bolj ambiciozni kot mi sami, je bilo treba iti malček, da ne rečem all in v zadevo, ne? Ker tudi on si je želel v dosti kratkem času priti na nek najvišji nivo. Takrat smo pripravili 9-letni plan našega delovanja, tako da zdaj smo v nekem tem 6. letu, 5 jih je za nami. Prvi 3-letni ciklus je pomenil uvrstitev v prvo ligo, tako da dali smo si 3 leta časa, da se vrstimo v prvo ligo nekako in to tudi izpolnili. In zdaj pač drugi in tretji ciklus. Drugi ciklus pomeni, da se ustabiliziramo in da postanemo stabilen prvoligaš. In nek tretji ciklus bi bil neka ideja, da se približamo Evropi. Pravi, visokopotezni načrti. Kaj pa pol, mislim, zdaj vprašanje je zelo preprosto, super, jaz absolutno podpiram, ampak to pomeni, da boste morali tudi verjetno vse ostale stvari bojo morale slediti temu, od infrastrukture in ostale ideje zraven, ne? Ja, absolutno, dejansko ne moreš, klub, ki deluje na nivoju tretje lige, ne more prijeti na nek resen nivo, že za prvo ligo je bilo potrebno en kup nekih stvari dvigati na precej višji nivo. Vseeno je razlika med rangi ogromna, predvsem ta razlika med drugo in prvo ligo je res v slovenskem merilu enormna. Govorimo o tem, da v drugi ligi so klubi še vedno amaterski, bazirano na amaterskem nivoju, na večini nivoju od klubske strukture do igralskega kadra. V prvi ligi pa vseeno je potrebno neke stvari profesionalizirati, tako da ta prehod je dejansko bil največji in tudi nek največji problem slovenskega nogometa, ekipe, ki spade pa pride nazaj, je ravno to prilagajanje, no, ker je dejansko iz profesionalnega nivoja padeš na amaterskega in spet nazaj na profesionalnega. Tudi tukaj je mogoče ta pritisk oziroma ta težnja klubov, da res se želijo izogniti izpadu na vso silo, če se le da, ne? Oziroma če želiš resno zgodbo početi, moraš biti v prvi ligi, no? V drugi slovenski ligi težko neko resno zgodbo pelješ, ker težko ustvariš profesionalno okolje na pač neprofesionalnem nivoju, no? Tako da
Dejansko je, mislim, da lih ta neka stvar, ki nam je ostala v našem klubu blizu, oziroma ki mogoče je neka dodana vrednost naše zgodbe, je, da smo uspeli nekako približati naše delovanje višjem nivoju, nekem profesionalnem nivoju, ampak vseeno smo ostali majhni navznoter, v smislu majhni, povezani, ni preveč nekih ljudi, ki bi lastne interese zagovarjali. Dejansko je ta naša prvotna ekipa, skupina ostala skupaj in še danes v bistvu nekako idejno peljemo ta projekt in držimo skupaj, ker smo prvi dan, in dejansko to mislim, da je neka moč našega kluba, ki nas pelje dalje. No. Nismo podlegli tem pritiskom profesionalizma, ko gremo vse na veliko, ko pride ljudje z raznimi idejami, interesi in vsak vleče na svojo stran. Temu smo se zaenkrat uspeli nekako izogniti in verjamem, da bomo tudi v prihodnje. Takej, rekel si, ta prehod iz prve oziroma iz druge v prvo ligo, to smo se tudi že tu na podcastu večkrat menili z različnimi gosti, da je zelo velik razkoraka. Ne? A je še kaj drugega bilo takega, kar vas je mogoče presenetilo, da niti niste mogoče računali ali pa niste računali, da bo toliko težko, da bo sploh prišlo v tem ciklu prvo 3-letnem, recimo, ko ste si ga naredili? Ali to infrastrukturno, organizacijsko ali pa kaj drugega? Ja, mislim, na vseh nivojih. No, infrastruktura, naš stadion ne še ravno 100% dosega vseh kriterijev, tako da na tem moramo še dosti delovati. V sodelovanju z občino, ki najde precej posluha, ampak vseeno govorimo za majhno mesto, majhno občino, ki težko. Koliko ima Sežana sploh prebivalcev? Mislim, samo mesto, če govorimo o mestu Sežana, je nekje dobrih 6,000, mislim, da. In z okolico pride nekje do 16 do 20, tukaj nekje vmes niha zadeva, tako da precej majhno konec koncev. No. Ampak vseeno je dovolj posluha, kot se neko občine, da nam stoji ob strani po svojih zmožnostih. Tudi nekako lokalno podjetništvo vedno bolj prepoznava nas kot neko obraz mesta Sežane in neko uspešno športno zgodbo, s katero se želijo asociirati. Tako da, ja, pač to je eden od izzivov infrastruktura, drugo je vsekakor pomanjkanje kvalitetnega kadra v nekem okolju, kjer nogomet ni, da rečemo, dolgoletna tradicija, ker so v bistvu generacije obračale v nekem, dajmo reči, ambicioznem nogometnem okolju. Je težko najti primer že trenerja za mladinske selekcije. Ne? Tukaj so kar težave, karkoli želiš v lokalnem okolju, je malo teh fantov. Tisti, ki so pobegali v Ljubljano na šolanje in jih nimaš niti v svojem okolju. Karkoli pa pripelješ od drugje, že sam Kopra gor je pol ure vožnje vsak dan in so dodatni stroški, potni stroški, vse skupaj. Tako da neke te omejitve manjšega kraja so, no, in se z njimi borimo. Ampak verjamemo, da dlje časa, kot bo naša zgodba uspešna, več kadra lahko mi vzgojimo sproti. Ne? Ker če držiš dovolj visok nivo, pritegneš ljudi, ki želijo biti na nekem nivoju. Ne? Zdaj, če bili muhe enodnevnice v enem letu, ne uspeš niti zanimirati ljudi, niti pritegniti ljudi k športu in k nogometu, niti predstaviti možnost njihovega kariernega razvoja. Ne? Tako da verjamemo, da z neko dolgoročnostjo bomo lahko tudi to uspeli. In v bistvu, če že ne uspemo v lokalnem okolju najti primernega kadra, ga bomo pa vzgojili. Ste pa v štartu pač imeli zelo zanimivo to, da ste imeli kar nekaj, vas je bilo takšnih zelo izkušenih igralcev, ne? Pa potem ste kombinirali z mladimi. Ampak en zelo zanimiv izziv, kar se tiče strokovnega kadra, je pa verjetno bil, kako najti trenerja, ki vas bo pripeljal vedno ligo više ali nivo više. Kako ste pa funkcionirali, ker to je tudi en del, ki bi se mi želeli pogovarjati, ker vi ste tako nažalost že v tem treh letih prve lige ste že bili prisiljeni menjati, namernostno uporabo prisiljeni 6 ali že zdaj 7. trener, ampak predvsem zaradi tega, ker so vam jih pobirali, rečemo, da bolj tradicionalni ali pa mogoče finančno močnejši naši trenutno slovenski klubi, kot sta Domžale pa Maribor. Ne? Na kak način vi funkcionirate pri izbiri kadra? Dve stvari so pomembni. Ne? Večinoma mi govorimo v nekem slovenskem nogometu o izbiri trenerja, ne? Ampak kolikor je pomembno, da ti izbereš pravega človeka, je pomembno, da potem tudi ti ob njemu dejansko stojiš skozi celotno obdobje, ki on pač pri tebi deluje. Ne? Mi smo imeli malček srečo, ko smo ta
prvo izkušnjo v naši zgodbi s trenerjem smo v bistvu pač začeli z Urošem Barutom, ki je prevzel ekipo v 3. ligi, popeljal v 2. ligo in potem po eni sezoni 2. lige postal pomočnik Andreju Razdrhu, ki je takrat prišel. Dejansko on je bil eden izmed te naše ožje ustanovne ekipe, eden izmed nas 5, ki smo to zgodbo začeli. In ker nismo uspeli najti drugega trenerja, je nekako on bil prisiljen to vlogo prevzeti, ker je edini, ki je imel primerno licenco izmed nas 5 v tistem trenutku. Malo s težavo, ker si je tudi on želel še igrati, za to ekipo, tako da pol nekako se je v bistvu on odpovedal nogometu, zato da je prevzel ekipo kot trener. In normalno, pač v vsaki ekipi se dogajajo težave, so boljši rezultati, slabši rezultati, boljši neki procesi. In mi smo dostikrat te stvari reševali znotraj nas, se usedli po treningu, pogovarjali in smo mogli en kup stvari, ki je bila glede na naravo našega delovanja, glede na to, da sem bil jaz v enem trenutku igralec, sem bil njegov podrejeni, v drugem trenutku smo se sedeli v pisarno, sem bil njegov nadrejeni, in je bilo en kup situacij, ki smo jih imeli in smo jih mogli reševati, če smo želeli dalje, tudi manjših konfliktov, večjih konfliktov, Enkrat me je skoraj poslal s treninga, recimo Uroš v 3. ligi, Jutri priti v pisarno, se bomo vse zmenili, Ampak v bistvu čar tega je bilo, takrat je bilo res vse zelo sproščeno, prijateljsko speljano, si lahko prvoščiš marsikaj, ampak vseeno smo bili dovolj zreli, da smo se usedeli in stvari predebatirali na tak način, da je on meni predstavil svoj zorni kot in jaz sem razumel, kako on razmišlja, kaj on želi od mene kot direktorja, kaj želi od mene kot igralca, ko sem mu podrejen, in se mi zdi, da smo takrat na tak način, kako smo začeli, da smo si razširili obzorja, smo si bili sposobni uživeti v drugi zorni kot in takrat sem razumel, koliko je pomembno, da mu jaz nudim kot trenerju 100% podporo, bodi si, če sem v pisarni, bodi si, če sem na igrišču med igralci. Ne smem jaz mu komentirati oziroma podvomiti v neko njegovo vajo, ker mu rušim avtoriteto kot igralec, pa še kot direktor. In nakup nekih takih stvari smo dali skozi in mislim, da mi je meni osebno kot direktorju, pa tudi ostalim v ožji ekipi prišlo to prav za vsa nadaljna sodelovanja z ostalimi trenerji, ker smo se dejansko v prijateljskem ožjem krogu naučili, kako pomembne so vloge in kako pomembno je, da si damo podporo, pa svobodo po drugi strani, pri nekih svojih odločitvah. In jaz mislim, da to je ena ključnih stvari, da smo potem vsemi ostalimi trenerji, ki so prihajali, znali v bistvu pač dosegati rezultate praktično z vsakim, ki je vodil našo ekipo. Terja pa fulene zrelosti od vas to, da lahko na tak način delujete, kar je kar redko. Verjetno ste se ene parkrat prej skregali. Mislim, je bilo tako veselo. Je bilo vroče. Je pa ključno to, da se ne nehaš pogovarjati, verjetno. Da se pogovarjaš tako dolgo, dokler ne prideš do rešitev. Prav skregali bi težko rekel, da smo se prav skregali. Smo si pač različna stališča predstavili na tak način. Večinoma doslaže, če spiješ kozarček vinčka zdrava, pa se skupaj malo sproščeno vzdušje. Ja, zelo, zelo pomembno je, da smo mi, preden smo začeli to zadevo skupaj, da smo imeli to medsebojno spoštovanje na zelo visokem nivoju. Smo bili pač prijatelji, smo se spoštovali med sabo in to je ključno. Ker ti, če nekoga spoštuješ, boš tudi, če se bo on odločil drugače, kot ti misliš, boš verjel v njega, boš zaupal v njega, ker ga pač spoštuješ. Ti boš začel dvomiti v ljudi, ki jih ne spoštuješ ali pa katere ne verjameš. V ljudi, ki pa verjameš in boš zaupal, da tudi, če se odločil drugače, kot bi si ti želel, da dela v dobro, da se odločil po svojih najboljših močeh in mu moraš stati ob strani. Kaj pol pomeni za vas, ko sem prej rekel, da je zanimivo izbire trenerjev, se to pol redno dela intervjuji, preden se trener pripelje, ali je to dober scouting, pa se pozanimate, koliko so karakterni, da vam padejo noter v vaš tim, ali so pač to ljudje, ki jih že odprej več ali manj poznate. Zdaj, Camoranesi, ne vem, od kje ga prej poznaš, ne vem, kot primer, ker je pri vas naredil zelo zanimivo zgodbo. Tudi. Camoranesi poznamo z TV-ja, ko smo ga gledali na Ligi prvakov, pa svetovnega prvenstva in to. Ne, dejansko
vsej teh situacij smo dali že kar nekaj skozi. No. Ni enega recepta. Ne bom rekel, da je bilo zdaj vsakič, ko smo iskali novega trenerja, da smo pač po nekem istem ključu. Ni bilo tako, odvisno od same situacije, odvisno od momenta, v katerem je bil klub. Večinoma se je vse skupaj zgodilo tako, bom rekel, naravno, da dejansko smo niti ni bilo neki dosti intervjujev, niti ni bilo neki dosti izbire, ampak smo pač enega kandidata si zamislili, enega kandidata imeli in tisti je bil perfektno padel našo zgodbo v tistem trenutku, kot spet prišel na pot tisti, ki ga potrebujemo. No, tako bom rekel. Tudi prva zamenjava, pač, ko se je Barut odločil, da ne bo več on to zgodbo peljal, da si ne želi nekega profesionalnega trenerskega dela in se je v bistvu pomaknil mesto pomočnika. Takrat sem se spomnil na Andreja, ki sem imel dobre izkušnje z njim iz Olimpije in kakor se je speljalo na koncu, dejansko smo dobili najboljšega človeka oziroma enega redkih ljudi, ki bi v tistem trenutku lahko speljal tisto, kar je bilo treba, ne? Ker klub je rastel, bilo treba neke stvari dvigati na višji nivo. Ni bilo niti dovolj sredstev, niti dovolj širine nekega kadra, da bi lahko sestavili štab z 4, 5, 6 ljudmi. In recimo Andrej v tistem trenutku je bil sposoben dosti stvari tudi sam narediti. Ne? Je bil pač tudi tak tip trenerja, ki je želel stvari imeti v svojih rokah in dejansko se je takrat perfektno poklopilo, no? In je naredil res z nami super rezultate. Skupaj smo se vrstili v prvo ligo in v bistvu s tem pritegnil tudi pozornost potem Domžal, ki so ga potem v tej prvi reprezentančni pavzi tudi povabili v svoje vrste. Pa si se smejal, Igor? Jaz sem se smejal. Pa ta je zelo zanimiva izkušnja Davorja pa Andreja iz Olimpije, veš. Zato sem se smejal, ne. Zdaj pa jaz mislim, da je boljš, če je Davor pove, kako je to izgledalo, ne. Ker Davor je ravno takrat, ko je bil Razdrh tudi trener Olimpije, je Davor igral tam. Je bil en bolj ključnih igralcev do prihoda Andreja, ne. Ja, do njegova prihoda, ja. Potem je pa takrat prišel Andrej in je res naredil super rezultate z ekipo, ne, in postavil neko ekipo, ki je imela rep in glavo in zgledi so res lepo posest vse skupaj. Ampak jaz nisem bil v prvem planu. Mislim, da sem igral tekmo pa pol ali nekaj takšnega v pol sezone, ne, in takrat sem se potem tudi odločil za prekinitev pogodbe in sem odšel stran iz Olimpije. Ne. In ja, so me kar pol pohecali prijatelji vse skupaj. Pač kako da si pripeljal trenerja, zaradi katerega si takrat odšel z Olimpije, ampak celih to sem takrat izpostavil, ne, da kljub temu, da nisem bil v njegovem nekem prvem planu, ker je tudi pač mal nek sistem postavil malček drugače, ker ni bilo neke idealne pozicije zame mogoče, je bil odnos z mano kot 16 in 17 igralcem njegov izjemno korektno. In to se mi v tistem trenutku zdelo pomembno, tudi eden izmed pomembnih faktorjev, da dobimo nekoga, ki bo stvaril res dobro klapo, dobro energijo, ker nisem prepričan, da v tistem trenutku naša ekipa bila po kvaliteti najboljša v ligi, ampak smo pa uspeli stvariti res zelo ambiciozno vzdušje, zelo v bistvu kvalitetno ekipo v smislu ekipnega duha in tukaj gre Andreju vse zasluge, ker je res to znal povezati, fante jih je znal motivirati, napaliti in doseči iz njih maksimum. V bistvu ta neka energija, ko jo skozi opisuješ v klubu, se očitno prenaša, ne, na vsakega, ko tudi pride v klub oziroma pride tak človek, ki paše v to sestavljanko. A je kje v tej zgodbi vsem bil trenutek, ko si rekel, kurat, tule smo malo kiksnali, pa bi bilo bolj, da ne bi, ali ne? Ne, nasplošno jaz ne verjamem v napake. Napake se zgodijo, ampak če si se z njih kaj naučil in če si v bistvu iz njih zrastel, potem niso bile napake, ne? Ker si zaradi tega neke poteze, ki si jo naredil, potem pač postal boljši oziroma zgodba postala boljša. Tako da dejansko tudi samo v nekem pogledu na svet ne gledam na to, da počnemo stvari narobe, gledam samo na to, da imamo pač priložnost, da se nekaj novega naučimo in zaradi pač tega nekega mojega pogleda, ki ga želim prenesti tudi na klub, gledamo malček drugače na zgodbo, no, in so kakšenkrat epizode, kjer stopiš mogoče malček korak v stran od neke svoje zgodbe, ampak nikoli korak nazaj. Ampak zdaj, dajmo še glede trenerja sam, kako je prišel k Moranesi v Sežano?
Z avtom se je pripeljal. Tako, dejansko ta neka naša zgodba, ko sem omenil, je dost specifična. Tudi v našem klubu, kljub temu, da imamo neke vloge razdeljene, neke pozicije, kdo je direktor, kdo je kaj, ampak dostkrat za stvari se usedemo dol in se odločamo, oziroma dostkrat se prepusti ali enemu ali drugemu, tisti, ki ima neko boljšo idejo, se prepusti neko inicijativo v posameznem trenutku. In v tistem trenutku je glede izbire trenerja prevzel inicijativo generalni sponzor Denis Hovelja. On je s svojimi vezami in kontakti zelo, zelo močen v Italiji in takrat mu je bilo v bistvu pač ponujeno to ime. Mauro Camoranesi, so mu ga njegovi kontakti iz Italije, ki so blizu Juventusa, so mu predlagali, če bi ga poskušali povabiti na razgovor. On se je tudi v bistvu prvi srečal z njim takrat v Italiji in ga je Mauro navdušil za svojo energijo, svojo karizmo. In dejansko tukaj smo mi njemu zaupali. Brez da bi kaj preveč se pozanimali o samem njegovem trenerskem delu, kar smo uspeli razbrati iz nekih dostopnih podatkov, je, da njegove predhodne epizode v Meksiku in v Argentini niso bile najbolj uspešne, ampak smo zaupali temu občutku Denisa in smo šli s to zgodbo naprej. In ko pogledam za nazaj, to je bila ena najboljših potez, ki smo jih v tistem trenutku lahko naredili, ker smo pripeljali človeka, ki je kot prvo dvignil imidž kluba na dosti višji nivo. Od tistega trenutka dalje mi ni bilo več težko igralcev pripeljati v klub, ker do takrat je bilo izjemno težko nekoga prepričati, da pride v eno Sežano igrati nogomet, kljub temu, da smo se uvrstili v prvo ligo. Tako da v bistvu za imidž je bilo to ogromen korak naprej, plus samega trenerskega vidika, nek model, ki mogoče v Sloveniji niti ni toliko pogost, ki so ga predstavili on pa njegovi ožji pomočniki. Kot pač klub in kot ljudje, ki delujemo v klubu, smo takrat ogromno se naučili, ogromno zrasli in spet je bilo tako, da smo pač mu prepustili ogromno svobode, ogromno zaupanja smo mu dali. Kljub temu, da mogoče v nekem prvem trenutku z določenimi spremembami in tudi malo drugačnim pristopom do dela, je bilo težko videti, da bo ta zgodba uspešna, oziroma marsikdo je že malček zmejeval z glavo, ampak mi, ki smo bili bliže zraven in ki smo videli, kako ti ljudje razmišljajo in kakšen pogled ima na nogomet, smo vedeli, da prej slej bo zadeva zlaufala. In kljub tem nekem prvem porazu, ki smo ga imeli z Bravom v gosteh, je potem krivulja šla navzgor in dejansko smo naredili eno serijo super rezultatov in takrat ne je bilo malček žal, da je Mauro potem odšel v Maribor, ker smo imeli občutek, da če bi nadaljevali še eno sezono z njim in s to ekipo, da bi se lahko že približali zgornji polovici lestvice in mogoče tudi Evropi. Bi že bili blizu tistega cilja. Ampak zdaj, če gledamo normalno preskok iz tretje v prvo ligo je ogromen, ne samo pač v načinu igranja, pa verjetno tudi kvaliteti igralcev, ki jih ti potrebuješ, pa finančnemu vložku, ki ga potrebuješ, ampak tudi sami organizaciji. Kaj je to za vas pomenilo v smislu organizacije, število ljudi, koliko se poveča, zdaj tisti, ki ne poznajo, pri vas je glavno igrišče med promenado in železnico, kjer ni veliko več prostora, da se kam širite, razen če podrete tam policijsko postajo, če se malo pošalim. Pomožno igrišče je spodaj še malo nižje, da nam ne sram v luknji noter, ampak tam smo imeli kar nekajkrat šolanje, ki je tudi, koliko je dolgo, je 70 metrov, tu nekje, ne? Pomožno dolžino ima, 100 metrov dolžine ima, ampak širina samo 45. Širina je sporna, v glavnem. 45, ja, tako da. Kar pomeni, da ste morali narediti korak naprej in v infrastrukturi igrišč in v verjetno tudi ostali infrastrukturi, kar se tiče monitoringa igralcev in ostalih stvari. Kako ste se tega lotili potem? Dejansko ni bilo kaj dosti časa, da bi se pripravljali vnaprej in razmišljali o vseh težavah in izzivih, ki nas čakajo potem, ko bomo prišli v rang više, ampak smo mogli sproti reševati nastale situacije, ki so bile. Glede
treninga smo dosti hitro ugotovili, da v Sežani bomo težko izvajali, ker je to pomožno igrišče namenjeno in pač tudi obremenjeno z mlajšimi selekcijami, tako da smo nekako to sprostili in smo se dogovorili o sodelovanju z lokalnimi ostalimi klubi, predvsem Jadran Hrpelje Kozina, ker je dejansko tudi danes naš neke vrste trening center. Smo s skupnimi močmi malček uredili igrišče, vložili tudi v namakalni sistem in te stvari, tako da smo si ustvarili pogoje tako, kot smo lahko. No, in v nekih zimskih časih treniramo tukaj čez mejo, tako in na občinah, ker je zelo kvalitetna umetna trava, predtem v sosednji vasi na Proseku, ker v neki naši regiji ni umetne trave, med Koprom oziroma med Dekani in Ajdovščino, tukaj v bistvu na tem krasu in tej regiji dejansko ni nobene umetne trave, tudi same igrišča so dosti poredko posejana, bom rekel, neka taka siva lis vsekakor v slovenskem prostoru in znotraj tega se treba znajti, tako da iskati rešitve sproti iz dneva v dan, en kup improvizacije, en kup iznajdljivosti je bilo potrebno, da smo vse te neke izzive reševali. Mogoče neke stvari, ki si jih drugi klubi niti ne predstavljajo, da obstajajo. Ne? En Koper si ne more predstavljati, kako je to, ko moraš iz dneva v dan iskati rešitve glede infrastrukture. Oni imajo dol dejansko idealne, fenomenalne pogoje. Ne? Tako da, ampak lej, kjer je volja, tudi pot in vedno smo iskali neke rešitve. Dostikrat so tudi igralci pokazali veliko mero razumevanja, ker mogoče kakšen trening niso jih na nekih optimalnih pogojih opravili, ampak dlje časa, ko vztrajaš in ko greš preko nekih vseh teh težavnih obdobij in dlje časa, ko bomo uspeli držati ta nivo, lažje nam bo vse postranske stvari postaviti. No, nekako naša filozofija je bila v bistvu zgraditi močno člansko ekipo, ki bo potem za posledico pripeljala ureditev vseh ostalih pogojev, ki so pač kjer smo malo podhranjeni, no, v neki tej naši regiji in dejansko težko bi dosegli, da bi za neko mladinsko ekipo, mladinski pogon neka dodatna igrišča v naši regiji ustvarjali, no, ampak z tem pritiskom rezultata, ki smo kot članska ekipa in kot neka ta zgodba, tudi medijsko, vse te stvari, kot je Mauro in konec koncev tudi Pogba, eden izmed igralcev, ki je bil pri nas, ustvarjamo nek tak pritisk na javnost, na lokalni prostor, da prepoznajo to zgodbo kot nekaj, kar pelje naprej, nekaj, kar pritegne javnost, kar pritegne pozornost in na tak način v bistvu poskušati delati korak pa korak, dan za dnem. Zanimivo je, da ste se vi v bistvu s kontra strani lotili, ko pa se ponavadi se klubi odločijo v spodaj porihtati najprej mladinsko piramido, pa par let vlagati, pa da se pol počasi to v člane spelje v višjo kakovost. Vi ste rekli, ok, mi bomo člane porihtali, pa se bo pol navzdol vse porihtalo. Ne? A se vam dejansko obrestuje zdaj to, vidite rezultate tudi v mladinski šoli, kak je s tem? Ja, dejansko je v bistvu članska ekipa tista, ki je povečala zanimanje za nogomet. Ne? In ogromno je bil povečan vpis v nekem zadnjem obdobju v klubu, smo povečali število igralcev. Usporedno tudi so se vrstili kadeti in mladinci iz tretje, pač te primorske lige v drugo ligo. In tudi dosti delamo na tem, da poskušamo fantom prikazati, da imajo možnost preko našega mladinskega pogona priti pač do prve članske ekipe, do prve lige. In mislim, da je to pomembno. To je tisto, kar zadrži nogometaše v tvojem lokalnem okolju, ker mi bi težko konkurirali s temi ostalimi klubi. Če bi začeli mi graditi močno mladinsko ekipo, močno mladinski pogon, priješ tam nekje do 15 in potem se ti fanti odločajo, kam bojo šli v šolo in grejo v Ljubljano, grejo v Koper in ti zbežijo. Ne? Naše lokalne okolje ni dovolj močno, da bi to uspeli zadržati. Ne? Če pa mi tem fantom uspemo predstaviti, da bojo oni imeli dosti večjo možnost, da ostanejo doma in da potem pride v svojem domačem klubu do prve ekipe, kakor pa če grejo v Ljubljano, ker bo samo številka v nekem klubu, ne? Potem bo ti fanti ostajali. In dejansko to opažamo, da tisti fanti, ki so še 3-4 leta bežali vse posod, so se začeli vračati, oziroma novi fantje ne bežijo več stran. No. Primer, eden od teh fantov iz našega okolja je Enrik Ostrc, ne, ki je zdaj gor v Olimpiji in te stvari. Mislim, da če bi neko našo zgodbo začeli malček prej, da bi lahko tudi njega ulovili, da bi še začutil priložnost v naši sredini, bi tudi lahko ostal. Ne. In upam, da bo čim manj takšnih Enrikov Ostrcov, ki bojo zbežali v druge klube in bojo ostali doma, ker bojo prepoznali
da dejansko ima v domačem okolju ime in priimek, če grejo pa nekam drugam, so pa bolj kot ne številke. Tako da to je neka zgodba, ki jo želimo približati, priložnost, da v domačem okolju zrastejo in da bomo res stali ob strani, ker roko na srce, vse Sežana majhno okolje. Mi imamo 4-5 fantov na generacijo, ki obetajo malček več, od njih 1-2, ki lahko mogoče v nekem obdobju igrata prvo slovensko ligo. V Olimpiji dobiš celo generacijo, oziroma v nekih drugih klubih dobiš celo generacijo ven iz mladincev, ki bi ti vsi lahko igrali prvo ligo, ne? Pa ne veš, koga bi izbral. Pri nas pa imamo 1-2 in tistima 2 ravnamo kot z dragulji, ker želimo nekoga iz domačega okolja pripeljati gor v prvo ligo. To pomeni, da jih že tudi vlečete zraven članskih treningov in se jim ponuja kaj, bonitet drugačnih tudi, ali kaj? Vključujemo fante že v bistvu vhodne mladince, dostikrat pač tisti, ki največ obetajo že v trenažni proces tudi prve ekipe, potem, ko so izhodni mladinci, tistih par fantov, ki res obeta, so dejansko že del prve ekipe, no. Tako da nek tak način želimo jim pomagati na tem prehodu, no, da jim čim bolj približamo in dejansko si želimo čim več domačih fantov in tudi neke vrste malček prednosti imajo pred ostalimi fanti, ki pridejo drugje, no. Če je domač fant 10% slabši od nekoga drugega, bomo raje še domačega fanta obdržali, no. Neka taka ideja, ki jo imamo in to želimo tudi fantom predstaviti. Mislim, da tudi prepoznavajo to vedno bolj. Tu bi sam še eno vprašanje jaz postavil, glede vseh teh, kot smo rekli, razširitev, ki jih potrebuješ ob tem, ko napreduješ na višji nivo tekmovanja, ne. Vi potem tudi razmišljate o tem, da ne vem, če želite Evropo igrati, boste verjetno morali tudi nekaj na stadionu narediti. Kako si to predstavljate? Ali računate, da boste gostovali nekje drugje kot v trenutku, ko boste igrali Evropo? Ja, tako kot sem prej rekel, da dostikrat, ko smo z našimi ambicijami rasli iz lige v ligo, nismo razmišljali točno, kakšne težave bomo imeli, ko bomo tja enkrat prišli. Tudi ko se s tem vprašanjem nekaj dosti obremenjujemo, ne, v najslabšem primeru bomo pač odigrali tekmo nekje drugje, tako kot je Mura zdaj, ki igra v Ljudskem vrtu. Tako da po drugi strani tudi, ne, vprašanje, a Slovenija sploh potrebuje več kot toliko velikih stadionov, ne, kakor jih imamo, ne, za te naše potrebe, ki jih imamo. Obstajajo tudi lige, ker igrajo po 2 kluba na istem stadionu, ne, in če bi rekli, zdaj mi 5-6 vrhunskih stadionov že imamo, ne. Ampak kljub temu smo se v tistem obdobju, ko smo prišli v prvo ligo in smo imeli precej pritiska tudi strani nogometne zveze glede samega stadiona, tudi neki namigi, da bi bili bolj zadovoljni, če bi igrali kje drugje, ne. Vseeno je lepo, da imaš svoj dom in ta naš stadion Rajko Štolfa je naš dom, ima neko dušo. Tudi v nekem obdobju smo bili praktično doma skoraj da nepremagljivi in bomo poskušali to energijo vrniti nazaj. Tako da smo res uspeli nek posluh po strani občine, tudi zdaj se pripravlja razsvetljava, da se še v tem smislu uredi stadion, ker dejansko smo videli zdaj par zadnjih tekem. Težko je igrati od 3 popoldan pri 30 stopinjah. Mislim, lahko se igra tekma, ampak bo kvaliteta nogometa nižja, ne, in za nek slovenski nogomet, za razvoj slovenskega nogometa je fajn, da poskušamo kvaliteto tekem čim bolj dvigati. Imate pa tudi kar lepo število gledalcev, kar je pa tudi lepo videti v prvi ligi, ne, tako je. Se mi zdi dobra energija na vaših tekmah doma, no. Ste tako malo popestritev tudi z tega vidika? Ja, kar smo uspeli nekako pritegniti javnost, kar je v bistvu normalno v procesu, ko klub raste, ko klub napreduje, ne, da v bistvu pritegne pozornost javnosti in da se nekaj dogaja, ne. V nekem trenutku, ko začne klub stagnirati, se skupaj spet malček umiri. Vmes je prišla tudi ta korona, ne, ki je dejansko praktično odgnala ljudi iz stadiona v prvi fazi, zato ko so bili stadioni zaprti. Zdaj pa s temi omejitvami, ki se jih marsikdo ne želi posluževati. Tako da ja, verjamem, da bi bili stadioni dosti bolj polni, kakor so v tem trenutku, če bi stvari potekale normalno. Ampak tudi to je neka naša današnja realnost, s katero se moramo soočiti. Da nadaljujemo še v tem tempu. Kako potem ti reagiraš kot tisti, ki si več ali manj odgovoren, ko prihajajo novi trenerji ali pa ne vem, tudi stari trenerji in želijo širiti ne vem, pripomočke za to, da bojo izvajali
boljši trening, bolj kvaliteten trening ali pa ne vem, imeli več nadzora nad samim potekom treninga, da želi ne vem, imeti pomočnika ali ne vem zdaj, koliko imate vi že urejeno z GPS-i in ostalimi stvarmi. Kako ste te stvari potem tudi reševali v tem obdobju? Ker to so tudi eni taki včasih nepredvideni stroški, ko ti prehajaš iz ene lige v novo ligo ali pa v višjo ligo, kot tudi terjajo kaj takega zraven, da lahko rečemo, da so igralci profesionalno nadzorovani tudi. No. Ja, res je, en kup stvari je ob tem nekem samem procesu, ne, ta širina. Prvo so pač ljudje, ki jih potrebuješ, ne, kvalitetni ljudje z znanjem na področju, drugo je potem to tehnologija. Dejansko danes so to skoraj stvari, brez katerih skoraj ne moreš več, samo najti moraš način, na kakšnega te stvari lahko zagotoviš. In če želimo omogočiti ekipi in trenerju, ki pač delujejo, če želimo omogočiti kvalitetne pogoje, moramo za te stvari poskrbeti. Normalno pa je vse zmeraj v mejah nekega razumne situacije in stanja kluba. Tako bom rekel, treba razumeti, kje smo, s kakšnih pogojev štartamo in treba stremeti k temu, da smo vsak dan boljši. No. Normalno, da vedno in še vsak trener je tudi dejansko, ko je prišel k nam, je izboljšal klub. Tako lahko rečem. Vsi trenerji do zdaj, ko so prišli z neko novo energijo, z nekimi novimi idejami, z ambicijami, absolutno, z nekimi novimi zahtevami in potem smo iskali to nišo, ki je lahko v bistvu izboljšamo pogoje znotraj naših finančnih zmožnosti. In mogoče pač te malo bolj pogoste menjave trenerjev so nam pripomogle v tem, da vsak je prinesel nekaj novega, nekaj dodal novega, ki je potem, ko je on šel, ostalo. Ne? Te kvalitetne stvari, ki so nam trenerji pustili za sabo, so ostale in jih imamo še vedno danes. Ne? Bodi si glede GPS v nekem trenutku, ko smo jih takrat uvedeli, bodi si glede nekega načina dela, pogojev, ki smo jih ustvarjali, pripomočkov, vse te stvari. Tako da neka stvar, ki nas spremlja od prvega dne, je dejansko, da dosti teh nekih sprememb, ki so se dogajale, so nam ponudile možnost, da se učimo, da rastemo, da napredujemo, ker roko na srce vsi skupaj, ko smo začeli to zgodbo, nismo imeli nekih pretiranih oziroma malo nič izkušenj iz vodenja nekega klubskega nogometa, sploh ne na takšnem nivoju. In če želimo danes konkurirati nekim drugim slovenskim klubom, ki so že 30 let v prvi slovenski ligi, smo mogli imeti en kar orang šnel kurs, ne, za vse skupaj stvari, kako početi. Tukaj ti pride prav mogoče, da si izmenjuješ mnenja z velikim številom ljudi in poleg te komunikacije z ostalimi ljudmi iz ostalih klubov so tudi pač ti trenerji, ki so neke svoje energijo, svoje znanje prenesli k nam, vsekakor vsi pripomogli k temu, da smo zrasli, da smo napredovali in da smo danes lahko v prvi slovenski ligi konkurenčni. Pa verjetno počasi že tudi želite, da bi kak trener se mogoče ustalil za malo več kot pa pol leta, ne? Pa da bi lahko eno malo bolj dolgoročno zgodbo z nekom naredili. Ja, absolutno, ta dolgoročnost je zelo pomembna. To se konec koncev kaže letos tudi prebravo to, ker zdaj nam že na dolgi rok delajo zelo dobro in jaz njega izjemno spoštujem in to, kar počnejo, je fenomenalno. Zakaj sem omenil ravno njih, ker je neka naša zgodba rasla istočasno. Istočasno smo šli iz 3. lige v 2. ligo, potem z 2. lige v 1. ligo, tako da je neka taka usporedna zgodba. Ne? A po drugi strani precej kontraprincip. Ne? Oni so, kot si prej omenil, začeli graditi z mladinsko šolo in potem je zrasla članska ekipa ven, mi smo bili pa lih obratno. Tako da je neka taka zanimiva primerjava dveh različnih zgodb na isti poti. No? Samo v precej različnih okoljih moramo poudariti. Ne? To pa ja, to absolutno. Ja. Verjetno v Ljubljani je malček lažje neke stvari izbrati, je pa res, da po drugi strani imamo mi nek svoj mir, kjer smo v bistvu, če rečem, malček tako glavni na vasi, ne? In so tudi to prednosti na drugi strani. Gremo naprej iz tega ven, iz trenerjev v igralce. Vi imate isto tako zelo zanimivo, netipične, lahko rečemo, tujce v Sloveniji. Glede na to, da se zelo veliko naših klubov obrača po bivših bratih, se pravi bivših republikah Jugoslavije, veliko imamo Hrvatov, veliko imamo Srbov pa Bosancev v slovenski nogometni ligi. Pri vas je pa, ne bomo rekli, da nimate nobenega, ne, ampak imate pa zelo pestro paleto od Francozov do pač Afričanov, do vsega Boga se najde pri vas. No.
Kako vi skautirate te igralce? Imate to svojo skauting službo, na kak način jih pripeljete, zato da jih imate potem, mislim, da jih sploh dobite, da nekdo iz francoske lige se odloči, pa da bo prišel k vam igrati, ko si že prej rekel, mi je bilo težko, dokler ni bil Camoranesi pri nas, koliko dobite enega tajega tujca, da pride v Slovenijo sploh igrati? Ja, kot prvo dejansko neka moja sama ideja, moja želja od prvega dne ni bila toliko orientirana na tujce. No. Tudi v klubu, ko smo začeli to zgodbo, smo dosti bolj razmišljali o nekih domačih fantih, ko bomo s temi fanti nekaj naredili. Težava, ki se je pojavila, kot si tudi sam omenil, težko je prepričati fante, da pride v Sežano igrati. Takrat, ko smo bili v drugi ligi, smo imeli velike težave pritegniti fante iz nekih drugih teh slovenskih okolij, drugih klubov v Sežano. In tudi potem še s prehodom prvo ligo, sicer ta prva liga ti da malček več nekega čara, ampak kljub temu igralci rajši izbirajo druge bolj uveljavljene in bolj stabilne sredine, recimo. In tukaj smo imeli kar malček težavo in v tistem trenutku smo se bili v nekem smislu tudi prisiljeni obrniti v tujino. In takrat smo z mojim nekdanjim sodelavcem in agentom, ki tudi meni pomagal malček tujini, sva združila moči, sem ga povabil zraven in je v bistvu dejansko prav on takrat super scouting službo in kup igralcev pripeljal tako iz področja Balkana, tudi takrat Kebeja, če se spomnite, ki je bil najboljši strelec druge lige in tako. In v bistvu tistem trenutku je bilo ključnega pomena, da smo imeli to super scouting službo, ki smo sami poiskali kader, ki nam je pašel to ekipo. No. Potem s časom, ko se nekako uveljaviš, ko postaneš stabilen, potem že en kup drugih ljudi lažje pristopi, lažje si tudi ti postaviš neko pogajalsko izhodišče. Nekateri igralci tudi želijo priti zraven. Kar je neka naša stvar, je, da v bistvu imamo zelo širok krog ljudi, s katerimi se pogovarjamo, ampak odločitve pa v bistvu sprejemamo potem vedno po neki lastni presoji. No. Zelo težko bom zaupal nekemu agentu, ki mi bo obljubljal nebo in zemljo, glede fanta, ker vseeno, pač kar vidiš na lastne oči, lahko prepoznaš talent, potencial in te stvari, ampak dosti prevečkrat se dogaja v tem našem poklicu, da ljudje obljubljajo, potem ljudje v klubu ne znamo prepoznati, ali je res to, kar obljubljajo ali ni, in potem si nakopljamo igralce, ki dejansko mogoče niso dodana vrednost. Ena ključnih stvari, ki smo si jih sami sebi v bistvu pogledali v oči in rekli, da tujci, ki jih pripeljemo, morajo biti za klaso boljši od fantov, ki jih imamo doma, drugače nima smisla, da jih vozimo. To je neko tako pravilo, ki mislim, da bi se ga mogli držati na splošno v Sloveniji vsi klubi. Če že dejansko pripeljemo tujce, ne bo res tisti, ki bo držali nivo, da bojo potem naši fanti ob njih lahko rastli. No. In to je neka naša ideja. Tudi pri izbiri tujca ne bomo vzeli vsakega. Bomo vzeli tistega, ki res izstopa na nekem položaju, ker dejansko nimamo nobenega drugega fanta, ki pride vsaj blizu. In na tak način smo razmišljali do zdaj. In dejansko vsi ti fanti, ki so na takšen ali drugačen način, dejansko tudi izstopajo. Ti tujci, ki jih imamo. Ker tudi tu imate zelo visok skor, kar se tiče pripeljanih in uspešno pripeljanih, to pomeni, da so izkoriščeni pa kvalitetni v igri. Pač poznamo kar nekaj zgodb, ko je, ne vem, se v prehodnem obdobju pripeljalo 10 igralcev, po jih je bilo pa 6 na tribuni, pa 3 na klopi, pa je samo eden igral. Tu vi dosti bolj premišljeno delujete pri tem izbiri. Imate kak poseben protokol, preden se podpiše igralca? Ali je to tudi tako precej na intuiciji, da ga občutite? V bistvu, ja, mislim, niti ni protokol. Malček je tudi intuicija, ampak malček je, mi se poslužujemo tega principa, da več oči več vidi. In dejansko pri neki odločitvi gledamo vedno iz več različnih zornih kotov. En je pač pogled trenerja, drugi je pogled mene kot direktorja, mojega prvega sodelavca, drugega sodelavca, nekako sosedemo skupaj in dejansko vzamemo samo tiste fante, ker dobimo mi 4 ali pa 5 kljukic, da je to ja. Čim ima nekdo izmed nas kakršenkoli dvom, bodi si, da je lahko to finančni dvom, da so prevelike finančne zahteve, bodi si, če nekdo podvomi v fanta karakterno, se za fanta ne odločimo. Ker mislim, da je zelo pomembno, da prvi dan, ko začneš neko sodelovanje, da
da je zadeva čista, da je zadeva iskrena, ker če že prvi dan vstopiš z dvomom, potem bo zgodba težko uspešna. Tako enako delujemo s trenerji, ki so tudi z igralci. In mislim, da smo dostikrat že tudi v bistvu preprečili kakšen neprimeren prihod, zato ker je nekdo pa nekaj začutil pri fantu, da mogoče ni v redu, oziroma opazil nekih njegovih pomanjkljivosti. Vi posebej svoje skavtske službe nimate, ne? Smo delovali tudi na tem področju v preteklosti, zdaj v času korone smo mogli tudi tukaj malce glede budžeta znižati tudi na tem področju, tako da dejansko zdaj smo tiste kontakte, ki smo jih uspeli v tem času ustvariti, nekako obdržali. In imamo pač bazo ljudi, ki nam priporočajo primerne fante in tudi neka stopnja zaupanja z njimi že obstaja, ampak še vedno na koncu treba preveriti na svoje oči. Meni je bilo fascinantno v Celju, ko sem deloval, dva taka večja prestopa, ko sta bila Nejc Pečnik, ki je šel takrat v Sparto Prago, pa Verbič, ki je šel v Kopenhagen, ne. Pač kako res ti veliki klubi, veliki, za nas slovenski prostor zagotovo veliki, ne, funkcionirajo tako, da je skavtska služba kluba prihajala gledati od 5 do 8 tekem, s tem, da ob tem so ga preverjali, kdaj je prišel na tekmo, kako se je obnašal pred tekmo, na kak način je dajal intervjuje, gledali, čakali so ga pred vrati, ko je prihajal ven iz rečemo štadiona, kako se je obnašal. Tako pa ene 3-4 intervjuje je imel, preden so se odločili, rečemo, zaradi tega sem vprašal, ne, imate kakšne posebne protokole tudi tu noter, ker verjetno je primanjkljaj vseeno v Sloveniji finančen, da si lahko ti prevošiš, ne vem, 2-3 svoje, ki bojo preverjali pa hodili preverjati igralce, preden pač podpisuješ pogodbo z nekom. Ja, slovenska realnost je daleč od tega, ampak dejstvo je, da to je nek model, po katerem bi se lahko zgledovali v neki prihodnosti, če bomo uspeli slovenski nogomet dvigati na višji nivo. Dejansko scouting služba je pomembnejša od nekih agentskih posredovanj, ker dejansko scouti delujejo v interesu kluba in dejansko ščitijo interes kluba, ne, v nekem trenutku, kot ti pa agenti nekaj igralca ponujajo, je pa čisto drugačna zgodba, ne, takrat agenti zastopa marsikateri drugi interes prej kot klubski, tako da scouting služba je pomembna, neke stvari v bistvu smo v tistem trenutku, ko smo se odločili to našo scouting službo ukiniti, prevzeli pač ostali, ki smo v klubu, no. Danes z današnjo tehnologijo se da marsikaj nadomestiti z Instatom recimo in s temi stvarmi si lahko pogledaš praktično vse poteze igralcev, ki so posnete in se neke stvari lahko prepričaš. Ampak na koncu ni to dovolj, ne. Na koncu lahko en igralec v nekem okolju eksplodira, v nekem drugem okolju pa potem zatone, ne. Tako da ni nekega pravila, tudi če skautiraš top igralca, da ko bo prišel v tvoje okolje, da se bo dejansko tudi super odzval in dobro reagiral, ne. Nekako več poudarka damo mi, potem ko so ti fantje že tukaj, ko se za neke fante odločimo, da jim res ustvarimo pogoje, da bo oni lahko pokazali vsa svoj potencial, ne. Ker na koncu lahko imaš malček slabše igralce, ampak če bojo svoje predstave na dosti višjem nivoju prikazali, bojo lahko tudi ta manjko nadomestili. In ena pač ključnih stvari, na katero damo ogromno poudarka, je pač ta energija, ki jo ustvarimo v klubu, ti pač pogoji za delo, ta zanos, ki jo želimo od ekipe in ki ekipa tudi kaže. Primerne karakterje treba zbrati igralcev, da lahko to izvajajo in potem v bistvu so rezultati višji, kot je mogoče sama kvaliteta ekipe oziroma samih posameznikov, no. Normalno pa tudi oni skozi ta kvaliteten proces zrastejo, no. In tukaj smo mogoče videli, koliko je to pomembno lih pri Mavrotu, ker je on že zaradi svojega imidža in te neke podarjene avtoritete kot trener, ki je imel pri naših fantih, ne zaradi svojega trenerskega dela, ampak zato, ker je bil pač zelo uspešen igralec in svetovno znan. In so mu dejansko fantje sledili in so v bistvu dvigali svoj nivo treninga za 30-40% v primerjavi s predhodniki, samo zato, ker so verjeli v njega kot trenerja in kot osebo, no. In ustvariti tako vzdušje, ker fantje verjamejo, da to, kar počnejo, da jim bo prineslo rezultate, to je ključno, no. Mogoče še bolj pomembno kot samo, ali boš ti izbral enega fanta, ki je malček takšen ali pa malček drugačen na neki svoji kvaliteti. Koliko pa ima trener tukaj besede, koliko z njim tudi sodelujete pri izbiri igralcev,
pride nov trener, normalno, verjetno ima tudi svoje neke želje, potrebe ali pa kakorkoli. Je tudi on del tega odločanja, ko si rekel, da sedite pa se pogovarjate ali probate vseeno vi svojo filozofijo peljati, pa se trener pol znajde s tem, kar dobi od materijala. Načeloma trener ima možnost tako nekako pač biti vključen v te procese odločanja, kakor si sam želi. No. Mislim, da je ključno, da on, ki bo te fante treniral, da ima možnost vplivati na proces izbiranja igralcev. Po drugi strani so pač tudi bili trenerji, ki se niso želeli obremenjevati, niso želeli izgubljati energije. Eden tak je bil Mauro, ki dejansko ni želel biti vključen v proces kadrovanja, razen tega pač, da je izrazil, kje je bil treba ekipo okrepiti in pač kje so neke pomanjkljivosti iz obstoječega kadra, ampak ni pa čutil potrebe, da bi bil vključen v izbiro novih igralcev, ampak je pač to odločitev propustil nam, do nekih drugih trenerjev, ki pa želijo biti vključeni v te procese. In jaz mislim po eni strani, da je prav, da je trener vključen, ker dejansko tudi on vidi neke stvari več, kot lahko vidim jaz oziroma moji drugi sodelavci. Ampak vedno pa je nekdo iz stroke, bodi so lahko pomočniki, bodi si analitiki. To mnenje je zelo pomembno, no, da dajo to nogometno mnenje, bomo rekli, ne, ker si tudi sam nekaj sem dal skozi kot igralec, neke stvari prepoznaš, ampak drugo je pa nekdo, ki dejansko dela vsak dan na igrišču s temi fanti in prepoznava drugačne vzorce in prepoznava zahteve. Tako da to nogometno mnenje je zelo pomembno. Ti je velika razlika biti na igrišču ali pa biti ob igrišču? Misliš kot igralec na igrišču, pa zdaj funkcionar zdraven? Ja. Mislim, razlika, drugačna vloga, ampak da bi mi kakšna od teh vlog pomenila več ali manj, pač dejansko mi je, obe vlogi sta mi zelo všeč, no, in zato še vedno tudi igram za našo drugo ekipo, ne, ampak ta prehod iz igrišča v pisarne je bil zame zelo naraven, no. Ne vem, niti za trenutek, tako ko me kdo vpraša, sem malce pomislim, sam pro sebi se nisem niti za trenutek vprašal, kaj počnem oziroma če prav počnem, tako zelo naravno je bilo samo pri sebi in mogoče tudi zato, ker sem že v nekim zadnjih letih svoje kariere, pa čeprav sem do zgodaj prišel v Sežano in začutil zgodbo, ki bi lahko neko svojo profesionalno kariero še nadaljeval, ampak sem že začel malo širše gledati nogomet, že malček drugače, ne, že kot igralec v zadnjem obdobju sem že bil pozoren na ostale detajle, ki se dogajajo, na neko ustroj kluba, na neke psihološke prijeme trenerjev, ne name osebno, ampak na ekipo in te stvari, kje je manevrski prostor, ki bi se dalo izboljšati. In verjetno sem že pač prej zaznal pri sebi neko težnjo, neko idejo, da mogoče nekega dne bom na drugačen način deloval v klubu in glede na to, da sem bil pozoren na te detajle, so verjetno ostali mi zdaj pridejo prav, no. Tudi v komunikaciji pri trenerjih pa tako naprej verjetno, ne? Tudi, v bistvu vse stvari. Tukaj je ogromno, težko izpostaviti niti neke malenkosti. Zdaj, primer, ko si omenil spet trenerja, ne, kako prepoznati, kateri trener je dober, oziroma oceniti, kateri trener je dober, kateri trener je slab, ne. Pač na koncu imamo to objektivno merilo rezultat, ne, ampak ni nujno vedno, da bo imel dober trener dober rezultat ali pa slab trener slab rezultat, ne. Zdaj, odvisno, kakšne kriterije vzamemo za ocenjevanje, ne. Sem že doživel, da trener, ki sem ga po nekih kriterijih ocenil za vrhunskega, pa ni uspel fantov prepričati, da morajo te stvari početi, kot si je on zamislil. Pa imel lahko vrhunske ideje, ne, ampak mu ekipa ni uspela slediti, ne. Zdaj, zakaj potem vprašanje, ne? Ali mogoče njegova avtoriteta ni bila dovolj močna, ali ni znal predajati informacij, ne. Po drugi strani pa je primer spet mogoče, če izpostavim Maurota, ne, ker je bila tudi ta jezikovna bariera, ne, dosti močna, sicer pri nas fantje malček več govorijo italijansko, ampak vseeno, ne, je težko prenašal vse te informacije, ampak smo mu pa dosti bolj sledili, ne, smo mu sledili samo zato, ker je Mauro, takšen občutek sem imel, ker je pač Mauro, mu sledimo in mu verjamemo, mu zaupamo, ne, in to je ključno, da v bistvu trener uspe fante prepričati, da ekipa deluje kot eno. Zdaj, kakšne ima zdaj on ideje, ali bolj ofenzivne, bolj defenzivne, te stvari, na koncu je bolj ali manj pomembno, ne? Ampak pomembno je, da ekipa deluje kot eno. In to je ena ključnih nalog trenerja, ampak dlje časa, ko sem v tem poslu, bolj ugotavljam, da ne samo trenerja.
da je tudi ostali stroj kluba in tudi pač svojo vlogo čutim tukaj zelo pomembno, da v bistvu moram stati trenerju ob strani oziroma ustvariti pogoje, da lahko on ustvari pogoje, da bojo fanti mu sledili. No. Meni je zanimivo ta prehod, ko si omenil, v bistvu ti si iz igralca postal funkcionar na recimo delovnem mestu, ki niti ni strogo definirano, a ne? In verjetno se tudi ti sproti prilagajaš, kaj sploh je tvoja funkcija, na kak način bi naj deloval v klubu. Se mi zdi zelo zanimiv prehod. Po eni strani si imel veliko svobode, a ne, pri tem ustvarjanju tega, kar je tvoje in kar je od drugih. Po drugi strani pa se hitro bi lahko tudi zgubil v vsem tem, kaj je sploh moram zdaj početi in ki je meja. Se mi zdi tak zanimiv prehod. No. Si imel kaj težav s tem ali je to, tako si rekel, šlo čisto naravno, oziroma se si omenil, da je šlo naravno prehod v... Ja. Mislim, da je ključni trenutek oziroma ključna situacija, pač ko ljudje počnemo neke zgodbe, ko želimo ustvariti neke malo večje zgodbe, je, da se obkroži s pravimi ljudmi. In jaz mislim, da je v naši zgodbi bila to ključna stvar, da dejansko smo se obkrožili neki ljudi, ki se kot prvo zaupamo, eden drugemu že odprej. Pač vsak je na svojem področju tudi močen v nekih določenih sektorjih in moja naloga potem kot v tistem trenutku sem bil pač kot nek ta prvi obraz, recimo temu, oziroma tisti, ki se je izpostavil in prevzel odgovornost. Ne. V prvi fazi dejansko nisem niti vedel, kolikor si sam rekel, kaj bo neka moja vloga. Jaz sem enostavno tem fantom, ki jim zaupam, sem jim nekako povabil zraven in dal zavedati, da tisti sektor, ki jih zanima, naj si mu posvetijo maksimalno, ne. Jaz bom pa podelil vse tisto, kar ostane. No. To je bilo nekako ideja na začetku. Tako da res imamo fanta Mateja, ki je fenomenalen za marketing in za grafične podobe in vse te stvari. In jaz mislim, da je to ključno, da ljudi, ki izbereš, jim moraš dati to svobodo ustvarjanja. Se pravi, če bojo oni počeli stvari, ki so njim blizu, ki njim ležijo, bojo te stvari počeli kvalitetno. Če bi jaz pač postavil neprimernega človeka na napačno funkcijo, lahko je on zelo kvaliteten v eni stvari, ampak tista funkcija ni za njega, bo mogoče slabše speljal. Tako da nekako se mi kakšenkrat odločite, da sem malo preveč liberaren v nekih teh pogledih, ampak jaz dejansko vidim sebe v ravni z vsemi ostalimi moji sodelavci. Jaz ne vidim sebe, kot da bi bil njihov nadrejen. Ampak v nekem trenutku celo se nekomu drugemu podredim, če imam boljšo idejo, kot jaz. Ne. In dati ljudem svobodo, absolutno pa najprej zbrati ljudi, ki so vredni zaupanja in ki veš, da bojo šli v nogometnem žargonu z glavo v kopačko zate, ne, oziroma za neko zgodbo. In to smo uspeli stvariti. In takim ljudem, ki so vredni zaupanja, res daš svobodo in ti bojo dali srce. In tako nekako funkcionira naša zgodba. Je pa res, da mora potem nekdo vse te prlje v posel, bi rekli, vse te ostale stvari, ki nobenega ne pretegnejo, opraviti in dostikrat je to pristalo tudi na meni. In mogoče kakšenkrat v prvi fazi tudi ni bilo najbolj fajn videti direktorja, kako, ne vem, opremo prepelje na trening ali pa marsikaj drugega počne, ne. Ampak če želiš nekam priti, moraš tudi te malo bolj težke stvari narediti. In mogoče umetnost vsega skupaj je znati obrniti vsako stvar, vsako situacijo v pozitivno in mogoče pač pustiti neko lekcijo za sabo. Ne. Primer, kakšne stvari, še ko sem bil igralec in direktor, ne, jaz sem vedno nosil gol, vedno nosil rekvizite in palce. Ne. Zakaj? Zato, če kdorkoli od malih prišel, vedno sem rekel, če lahko direktor nosi, lahko tudi ti. Ne. In pač delovanje nekim svojim zgledom. In to se je začelo pač na tistem nižjem nivoju tretje lige, ki si dejansko lahko tako funkcioniral, ne? Ampak mi je ta ključ, ta način delovanja mi je ostal tako blizu in sem opazil, tudi fantom pomeni dosti, ne? Lažje jim pod neke stvari zahtevaš od njih, če vidijo, da tebi ni težko neke stvari narediti. Ne? In sicer zdaj v manjši meri, ampak še vedno rad pač primem tudi za manjša dela, zato da pač pokažem vsem ostalim, da ne bi smelo biti nič težko, če želimo uspeti. No? Da ne bo nobenemu krona z glave padla, če bo nekaj naredil. Ne? Točno tako je. Sploh pri današnji mladini marsikdaj izgleda res tako. Ne? In tem fantom samo z besedo težko prideš mogoče do živega, ne? Ker so vzgojeni v nekem drugem času, v nekem drugem obdobju. Ne? Ampak vidim pa, da res z nekim zgledom se da doseči marsikaj. Prej si govoril o tej vaši drugi ekipi, o vzgoji mladih igralcev,
kje je tvoj pogled, da ne vem, zdaj, glede na to, da si v teh letih zelo vpet, da si kar nekaj dal tudi izkušnji iz tujine, pa verjetno si v teh 5 letih zdaj tudi zelo pridobival nove informacije, kako tujina funkcionira. Kje ti vidiš, da bi lahko mi naredili korak naprej, glede na to, da praviš, da imamo težave z mladimi igralci, da bi jih lažje vključevali iz mladinskih pogonov v člane. Ker tisto, ne vem, da ima neka Olimpija ali pa Maribor 11 igralcev, ki jih lahko priključijo k članom, se na koncu pokaže, da niti ni tako, zaradi tega, ker jih zelo malo preide, sploh iz Olimpije v Olimpijo, pa iz Maribora v Maribor, se pravi, govorimo o mladinci v člansko moštvo, ne. Imajo pa tudi ostali kar veliko težav s tem. Kje ti misliš, da bi morali mi narediti korak naprej? Ja, ta prehod iz mladinske v člansko kategorijo je precej zahteven za igralce, no. Nekaterim fantom je mogoče malček lažje, tisti, ki res izstopajo, ki jih začnejo že malček prej vključevati, že kot izhodni mladinci, da že trenirajo s prvo ekipo in nastopajo, potem je ta prehod lažji. Ampak imamo en kup fantov, ki kažejo velike potenciale in nekako ne uspejo splavati, no. Ne uspejo se prebiti direktno v prve ekipe in se potem porazgubijo po teh nižjih ligah in marsikdo od njih potem ne splava, no, ker ga vzameš iz nekega vrhunskega trenažnega procesa v neke klube nižjega ranga in malček jim tudi pade vse skupaj dol, samozavest, volja, mogoče motivacija in težko se potem vrnejo nazaj, ne. In mogoče bi se lahko v Sloveniji zgledovali malo tudi pod nekih tujih modelih, primer Italije, kjer imajo te primavere, kjer lahko nekateri tudi igralci že starejši, ki so že vključeni v prvo ekipo, še vedno minutažo nabirajo v mladinski ekipi, ne. Na tak način bi v bistvu vsaj nekaterim fantom, 3-4 lahko omogočili lažje vključevanje v prvo ekipo, ne, ker tudi sam imam dilemo, ko en fant zaključi mladinski staž, kaj zdaj naredi z njim. Če ga pošljem na posojo, potem ga nimam več na voljo in ga damo neko drugo okolje, ki vprašanje, če bo splaval. Če ostane pri nas v klubu, tudi treba razmišljati, koliko minutaže bo lahko dobil, ne. Saj treniral bo kvalitetno, ampak če fant nima minutaže, bo težko napredoval, ne. In če bi imel možnost takšnega fanta spustiti, bodisi da neki tekem odigra za mladinsko ekipo pri principu primavere, bodisi neke B ekipe, ki jih tudi pač v tujini dostikrat imajo, ne, pač druga članska ekipa, kjer bi ti fantje nabirali izkušnje, konec koncev nekaj podobnega, tudi Šeško v Avstriji to svojo prvo sezono igral za njihovo drugo ekipo in dejansko tam eksplodiral in se prebil v prvo ekipo, ne. Ne vem, ali je Slovenija toliko majhna, ali si pa ne upamo malo bolj široko razmišljati, da bi tudi mi take pogoje za te fante ustvarjali, ne. Se mi zdi, da dostikrat te fante kar nekako tako prepustimo, če bo, če ne bo, ne, ampak vseeno imamo pa malo premalo kvalitete, malo premalo širine in nabor igralcev, da bi si lahko privoščili mi kar talente izgubljati. Mislim, da bi se mogli malček bolj potruditi klubi, ampak normalno, treba ustvariti pogoje na nacionalnem nivoju, da lahko s fanti boljše delujemo, da jim boljše pogoje ustvarimo, no, in da jih zadržimo v tem nekem prvoligaškem procesu, ampak da jih ne prikrajšamo za minute, ker to je pač ključno. V tem trenutku fantje morajo igrati. Spomnim se, jaz v naših časih so bile na voljo dvojne registracije, ne. In se je zgodilo, da sem svojemu vikendu igral tudi po 2 tekmi, ne. Najprej za mladince v prvi ligi, potem pa za člane v drugi ali pa tretji članski ligi. In si imel en kup teh tekem, in si imel stalno drill in si napredoval v bistvu iz vikenda v vikend, ne. Zdaj, danes teh dvojnih registracij ni več na voljo, ne, in fantje nimajo več toliko možnosti za napredek, oziroma težje doziraš njihov razvoj, ne. Nek mladinski je mogoče malček predober za mladinsko ligo, ampak ni še dovolj za prvočlansko. Potem iščemo neko mogoče drugo ligo, kot ima mogoče Dob neko sodelovanje z Domžalami. Ampak takšnega fanta ne moreš pripeljati nazaj, ker je za drugi klub registriran, ne, tako da moraš čakati pač prestopne roke. Čakati prestopne roke. Ampak zdaj, če tebe vprašam kot nekoga, ki skrbi, tudi veš zelo dobro, kakva je finančna slika, a si lahko, ne vem, vi privoščite ekipo v 21, kjer bi, ne vem, še lahko 3 ali pa 4 starejši zraven igrali?
Pač odvisno, kako si vsak klub sam ustvari neko svojo strategijo. Ne. Konec koncev so določene sredstva, ki jih zveza namenja za vključevanje mladih igralcev, ne, in ki smo videli, da v zadnjem obdobju ni dosegla preširok krog klubov. Ne. Mislim, da v lanski sezoni so 3 ali 4 klubi samo dosegali ta fond, oziroma so se kvalificirali za ta sredstva. Se pravi, ostalih 6 klubov ta način stimulacije sploh ni dosegel, se pravi, ne, 40% uspešnost projekta, lahko rečemo. Ne. Ta podobna sredstva, če bi namenili za neko U21, kot si samo omenil, ali pa za neko drugo zadeve, bi verjetno več fantov dosegla, ne. Ampak to bi bile potrebne malček bolj podrobne analize ustvariti, mogoče neke primerjave iz tujine. Pomembno je imeti neko jasno strategijo, ampak ne na nivoju kluba. Pač vsak klub se prilagaja sam, kolikor se lahko, ampak na nivoju države, na nivoju Slovenije oziroma nogometne zveze neko strategijo, kako dvigati ta naš nivo nogometa, ker v nekem trenutku, nekih mogoče 15-20 let nazaj, smo naredili že en korak, smo se približali malo bolj, tudi takratni uspehi reprezentanc in klubov so lahko kazali, ampak se mi zdi, da v zadnjem obdobju spet malček capljamo od zadnje. Bi bilo potrebno ponovno malo revidirati te procese, ki jih imamo, in poskušati stvariti neke malček boljše pogoje. No. Nekaj bomo mogli spremeniti, ker drugače smo težko konkurenčni v tujini in težko ustvarimo kvalitetno reprezentanco, tako da mislim, da je bilo potrebno poiskati neke nove dodatne rešitve, ideje. Prejšnjo oddajo smo imeli Uroša Koruna, ne, pa je bilo ravno zanimivo to, da kako je razlagal, da v tistem obdobju, ko je še on bil isto mladinec, velja isto verjetno za tvoje obdobje, klubi niso imeli po licenciranju obvezno imeti pač mladinsko šolo, so lahko imeli samo člane. Ne. In potem je to UEFA uvedla, da mora imeti klub celotno piramido, če želi igrati, ne vem, prvo pa drugo ligo. Ne. Zdaj, ne vem, za tretjo ligo mislim, da se pač zadeva spušča. Ne. Zdaj se vidi, da se je poskušal uvajati, da bojo morali imeti počasi vsi prvoligaši tudi ženske ekipe. Ne. Slovenija bo tudi zelo hitro tu, ampak vidi se, da v Evropi, ne, Italijani, Španci, Angleži, vsi že morajo imeti tudi, se pravi, teh 5 najmočnejših lig, morajo imeti tudi ženske ekipe. Ne. Večina teh klubov ima tudi te U21 ali pa B ekipe, ker to je bilo tudi en del pogovora, ne, koliko je ključno ravno to obdobje nekje od 19. do 22. leta, ko večina igralcev, zelo redki so tisti, ki lahko že igrajo prvo ligo, v teh 3 letih se pa lahko dozori še marsikdo in jih preveč igralcev izgubljamo na rovaš tega, da se jim ne ponudi to, kar si ti rekel, ne, ali tekmovanja, ali nadzor skozi nek trenažni proces. Verjetno bi bilo zanimivo narediti neko poskusno obdobje, mogoče, da bi morali prvoligaši v začetku imeti tudi v 21 ali pa B ekipo. Ne. Je pa zanimivo tudi to, da ne vem, ekipe, ki so poskušale imeti B ekipe, tako kot je Maribor, ne vem, še 3 leta nazaj imel, ne, so kasneje opustili, ker niso videli nekega pravega smisla mogoče za vse skupaj. No. Mislim pa, da finančni zalogaj je bil za njih velik. Nekaj je bilo finančni zalogaj, mislim pa, da je prišlo tudi do konflikta, da ali bo pri nas lahko igrala ekipa prvo, drugo ligo. Ne. Se pravi, da imaš ti A ekipo v prvi ligi in B ekipo v drugi ligi. Mislim, da ni bilo takrat v skladu s pravilnikom, ne vem, ali se je to kaj spremenil, ampak tudi to je ena od takih zadev, ker ne vem, vidimo pa Špance, ne, da imajo pa marsikdo tako kot Avstrijci, ko smo se prej pogovarjali, tudi imajo Salzburg, ima pač prvo ekipo v prvi ligi, drugo ekipo ima pa v drugi ligi, tam pa igrajo od 17 do 19 let ali pa do 21 let. Sami je res mladi igralci noter. Ne. Ja, ta pravilnik, ko se je omenil, dovoljuje tudi nastopanje druge ekipe v drugi ligi. Je pa sam pravilnik tako zastavljen, da ne rečem, kot da ne želimo, da bi ekipe imele drugo ekipo. No. Mi v tem trenutku nastopamo z drugo ekipo v 4. ligi, za katero ta pravilnik ne velja, oziroma veljajo določeni segmenti, ne, ampak primer, v soboto smo imeli tekmo B ekipe, ne, in je pač enega od fantov smo potem v nedeljo vzeli sabo na tekmo, ampak po pravilniku on v nedeljo ne sme vstopiti v igro, dokler je igral en dan prej. Ne. Je izključujoč pravilnik. Ne. Se pravi,
potem jaz ne morem fanta, ne vem, tistega 18, 19, 20 fanta, ne morem dati v tekmo v prvi ligi, ker je en dan prej igral za B ekipo. Niti 5 minut mu ne smem nameniti. Tako je zdaj pravilnik zastavljen. Ne. Tako da tisti pravilnik je malček neroden in tudi tukaj v tem zadnjem obdobju razmišljam precej, da bi predlagal določene popravke. Ker mislim, da je tudi pač ta način, kako je zastavljena ta B ekipa, je v bistvu zastavljena tako, da odvrača klube, da bi jo sploh imeli zaradi samega pravilnika po sebi. Druga stvar je, drugi segment je potem ta finančna zadeva, kot ste rekli, takrat Maribor je razpustil tudi mislim, da iz vidika financ, ne samo iz tekmovalnega vidika, to ekipo. Ampak se ni nujno, da so vsi ti fanti, ki nastopajo v tej ekipi, da imajo nekako bajne pogodbe vse skupne. Sej lahko v to ekipo vključuješ tudi mladince gor, ne. Namesto igrati prvo mladinsko, bi igrali tretjo člansko ali pa drugo člansko. Jaz mislim, da je to dost višji nivo in dost bolj primeren za njihov razvoj, njihov napredek, ker se bo navadili že malo na članski nivo, na članski duel vse skupne in bo potem lažje splavali v prvo ligo, ne. Oziroma se tudi z drugi način, ne. Se lahko pa se mladinsko ligo malček pojača z 2-3 starejšimi fanti, ne, kakor je pač princip Primavere, ne. Malo dvigneš nivo mladinske lige s tem, hkrati pa tem 2-3 fantom, ki so na meji, so ali niso za prvo ligo, ne. Malček jim še manjka, ampak jih je škoda izgubiti, da imajo možnost nabirati minutaže, ne. Kakorkoli, to so samo pač dve ideje, ampak dejansko imam občutek, da se v Sloveniji s tem ne ukvarjamo, imamo dovolj drugih problemov, ampak to so stvari, ki bi lahko dolgoročno dale neke rezultate, da bi v bistvu ustvarjali igralce, no. Mi s temi fanti počnemo tako, tudi klubi, ne. Fante zelo hitro porinemo v prvo ligo, ne, tudi še nepripravljene. Potem, ko igrajo 3-4 tekme, bi jih želeli vsi prodati, da bomo preživeli, ne. In vprašanje, če je to najboljše za te fante, za njihov razvoj, ne. Tudi fanti, ki odhajajo že pri 16-17 v tujino, se večinoma tudi vračajo nazaj, ne, in se tam ne uspejo prebiti, tako da redke so izjeme, kot je Šeško. Ne vem, mogoče bi se mogli vsi skupaj akterji v slovenskem nogometu malček usesti in razmisliti in postaviti neko strategijo, na kakšen način bomo mi ne jutri, mogoče čez 5-10 let konkurenčni tudi v nekem evropskem merilu. Te neke ideje mi malo manjka v tem trenutku, in če je pa potem strategija prepuščena na klube, je pa toliko teh dejavnikov, da klubi sami po sebi v bistvu iščejo način preživetja, iščejo vsak svojo nišo in ne vedno delujemo recimo v nekem interesu slovenskega nogometa, v smislu ne namerno, da bi želeli škodovati, ampak nimamo časa, kakšenkrat nimamo časa se ukvarjati z nekim posameznim fantom, ki bi lahko predstavljal svetlo prihodnost slovenskega nogometa, ne, ampak ga po neki kratki eksploziji, ko se pokaže, pošljemo v tujino in tam ne uspe fant več napredovati. Tako da vrne se pa ponovadi precej slabši in zelo redki so tisti, ki jim uspe vsaj nekako potem zagnati tisti potencial, ko so ga kazali takrat. Ja, res je. Pred odhodom. Ta psihološki moment tega neuspeha, ne, oziroma nekam sem šel in sem mogel priti nazaj, se vrniti nazaj, ker nisem uspel, ne. Tako občutek imajo tudi sicer na dosti manjšem nivoju ti fantje, ki iz prve mladinske lige se ne uspejo prebiti v svojo ekipo prvočlansko, ne, in potem grejo po teh nižjih ligah. Tudi oni čutijo malček ta občutek neuspeha, ne. Ti fantje, ki so bili pa talenti in so šli v tujino in se morajo vrniti nazaj, za njih pa mora biti to zelo, zelo močen faktor, no, tako da. Kakor sem rekel, ne, v Sloveniji imamo omejen krog nekih talentov, nekih fantov, ki bi lahko uspeli na nekem najvišjem nivoju. In mislim, da bi mogli malo bolj previdno in pozorno ravnati z njimi. Mogoče se... Povej, Naci. To, kar si v bistvu že tudi prej govoril, da se mudi, a ne, mudi se in ljudem v klubu, da bi čim prej te fante spravili na nek nivo, da bi jih čim prej prodali, da bi se finance dobile. Po drugi strani se mudi zaradi tega, ker je trg takšen, da se pač danes najbolj prodaja mlade igralce, ki so talentirani. Hkrati se pa bojiš, da če mu ne boš uspel ponuditi neke dobre opcije, da bo pač šel ali pa celo izgubil zanimanja, ne. In to, kar si sam rekel, da v bistvu se mi zdi dobro, da probate znotraj kluba v bistvu fantom pokazati to, kar praviš, da je celotna vaša zgodba od začetka, da jim pokažete, da tudi če ostaneš tu, ne bo nič slabega za tebe, oziroma imaš opcijo se prebiti počasi in vztrajno tudi do prve ekipe, ker to obstaja. In če bi to na ravni države večina klubov imela tak način delovanja,
bi normalno veliko več teh fantov videlo potencial v tem in se jim ne bi mudilo iti iz nekega domačega okolja tudi v tujino na koncu, ne, ker normalno začnejo vsi pol gledati, kam pa lahko grem. In te 2, 3, 4 leta, ko bi jih preživeli, v bistvu pa šli lahko po manjših stopničkah, da niso tako veliki preskoki, bi marsikomu zelo koristili, ko na drugi strani pa lahko zelo škodijo, tako ste zdaj rekli. Grejo pa se vrnejo nazaj, pa v bistvu ima uničeno kariero zaradi tega, ne. Ko bi pa lahko dosegel postopoma veliko večji nivo, ker pač na koncu talent imamo in se mi zdi, da kvalitete je dovolj, ampak ne moreš preskakovati. Jaz bi tu mogoče to pač dodal, ne, da zelo zanimivo je, ko se mi primerjamo s tujino, pozabljamo, ne vem, da zgodba španske reprezentance se je začela 30 let nazaj, da so postali svetovni pa evropski prvaki, ne. Tudi v času, ko smo mi dva bila v Šiški, ne, se ti spomniš, Davor, smo CD-je od Avstrijcev vam kazali, koliko je Avstrijska zveza delala na tem, da bi dvignali nivo tehničnega znanja avstrijskih nogometašev, pa so potem tudi zdaj naredili eno zelo, zelo zanimivo zgodbo, ne. To smo se tudi pred oddajo pogovarjali, ne, koliko je, ne vem, belgijska reprezentanca, 2010 smo mi bili gor na eni izmenjavi izobraževanja, smo se mi Slovenci tako malo ponosno hihitali, ne, lej, Belgijci niso na svetovnem v Afriki, ne, pa so prijateljsko igrali s Hrvati takrat. Dan so pa številka 1 na lestvici, pa so nam takrat kao, mi malo tako cinično, ne, kaj bojo zdaj oni nam pokazali, mi smo na svetovnem, oni pa niso, ne. 10 let zatem so oni prvi na lestvici, pa igrajo polfinala pa finala lahko teh velikih tekmovanj, mi se pa sprašujemo, kje bomo naredili novega Šeškota ali pa enega podobnega igralca, zato da bomo imeli, ne vem, ponovno lahko čez 5 ali pa 10 let neko zanimivo zgodbo, ne. Tako da jaz sicer upam, da se motim, pa da nam bo prej uspela, ne, je pa dejstvo, da kakorkoli bomo gledali odraz vseh klubov, bo na koncu reprezentanca in reprezentanca bo tudi nam klubom na koncu vračala to, da bomo lahko na nek način lažje delali, pa lažje privabili igralce v klube, pa mogoče še kaj drugega, zraven kajega sponzorja, pa kajega drugega delavca, ki bo pač vračal temu nogometu, tako kot mu je mogoče nogomet neki preteklosti pač tudi dal, ne. Torej ti praviš, Igor, da bi Nogometna zveza Slovenije mogla v bistvu model Tabora iz Sežane vzeti. Na vrhu začnejo, pa pol dol celotna piramida se bo sama uredila. Ne, to je Davor rekel, da bo zdaj jim napisal, da ne se zgleduje malo po njih. Ne, daleč od tega. Vsak je pač, ki se ukvarja z neko določeno zgodbo in je za njo odgovoren, najbolj ve, s kakšnimi izzivi se sooča in s kakšnimi problematiko. Je pa res, kar malček pogrešam, je to odločnost pri prepoznavanju situacije in iskanju rešitev, no. Najhuje je to, če zaspiš na mestu, ne, ker če ne narediš korak naprej, v bistvu narediš 2 nazaj, ker te konkurenca prehiti, ne, in mislim, da je to, če želimo ustvariti neko primernejše nogometno okolje v Sloveniji, bo treba narediti kakšen korak naprej, no, in bomo morali iskati rešitve. Tudi kakšenkrat bomo brcnili v temo, tudi kakšenkrat bomo sprejeli kakšno odločitev, ki ne bo najbolj primerna mogoče, ne, in bomo videli, da smo malček zašli s poti, ampak vsej bomo dobili nove informacije, se bomo nekaj naučili, bomo pametnejši pri naslednjih odločitvah. Najhuje je ne spremeniti ničesar in čakati, da se bo samo nekaj zgodilo. Ker če bomo počeli jutri to, ko smo počeli včeraj, bojo naši rezultati jutri isti, kot so bili včeraj. Če želimo nekaj izboljšati, bomo mogli stvari početi drugače in to je nek način razmišljanja, ki ga imam prvo pač sam, tudi želim to razmišljanje imeti v klubu, ampak če smo že tukaj, če namenimo čas neki svoji zgodbi, če se ukvarjamo s tem športom, dajmo nekaj narediti za njega, dajmo nekaj narediti za te naše bodoče generacije in dajmo biti v tem kakšenkrat tudi malček sprejeti nek določen riziko, no. Ker se pravim, če ne bomo poskušali neke stvari spremeniti in dvigati na višji nivo,
bomo zaspali in nas bo konkurenca oziroma nas je mogoče že prehitela. In če govorimo bodisi o tem, o integraciji mladih fantov po zaključenem mladinskem stažu, dosti govora je bilo zdaj v preteklih 2 letih tudi o širitvi prve lige, z takšnih drugačnih razlogov. Jaz sem bil pač velik zagovornik širitve, še preden smo sploh prišli v prvo ligo, potem je tudi v tem obdobju korone je bilo par situacij, ampak nekako imam občutek, da v tem našem slovenskem nogometu ne želimo sprejeti rizičnih odločitev, ne? Ker saj lahko bo v redu, kaj pa če ne bo, kaj pa če bo slabo, ne? Ampak težko bomo naredili nekaj velikega, če se bomo vedno bali tistega, kaj pa če bo slabo. Kakšenkrat je treba sprejeti odločitev in upati na najboljše in verjeti, da se bo to najbolj zgodilo, ne? In to vem pa sam na sebi, na svoji zgodbi, ker če bi razmišljali mi, kaj se lahko zgodi slabo, ko smo začeli v 3. ligi, danes sigurno ne bi bili tukaj. Bi še dan sedeli pred stadionom. Tako, kad ti štartaš enkrat toliko nizko, ko smo mi takrat štartali, ne, in imaš sanje po prvi slovenski ligi, ne, gre lahko ogromno stvari narobe, ne, in če si daš 3 leta časa za to dosežeš, gre lahko ogromno stvari narobe, ne, ampak ni šlo, ne. Išlo se idealno in danes smo tukaj in kljub temu, da nas je marsikdo odpisal prvo leto, pa drugo leto v koroni, ko smo dejansko imeli ogromno težav, ne samo mi, tudi ostali klubi, ampak tudi mi smo se borili in s financami vsem, ne, in so nas drugič odpisali, ampak mi smo še vedno tukaj, ne, še vedno gremo dalje in še vedno sanjamo neke svoje sanje in verjamemo, da jih bomo en dan dosegali. In malček več mogoče zelo predrzne ambicioznosti, no, v slovenskem nogometu, ker to je tisto, ko pa ostale balkanske države imajo, pa druge države imajo, mi pa ne. Mi smo pa vedno razumno skromni, Slovenci, ne, ta naša mentaliteta, ki nas v bistvu zavira, ne. Imamo pa te druge narode, ki so malček predrzno ambiciozni, ne, in na ta račun se potem, ne, so malo bolj pogumni, se porinejo malo naprej, pa tudi če mu 2-krat ne uspe, 3-tič mu bo uspelo, pa bo rekel, jaz sem kralju. In to je mogoče, to sem imel tudi priložnost spoznati, ko sem bil v tujini, malo tudi kako razmišljajo drugi narodi, ne, in pač tako se reče, še en kup nogometašev, in potem vidiš tisti, ki so uspešni, tisti, ki naredijo res nekaj več iz sebe, so si upali verjeti in so si upali biti malček bolj predrzni, no. Jaz sam nisem bil nikoli tak kot igralec, jaz sem bil zelo, zelo zadržan in malček preveč razumen in premalo samozavesten. Sem pa zdaj v tej vlogi ravno kontra, tako da sem pripravljen kdaj tudi na glavo in ambiciozno se podati v zadeve in mogoče to lekcija, ki sem se jo naučil skozi nogometno kariero in mi prije zdaj prav. Če vrneš vsem z novim znanjem, zdaj, ko prihajajo, si naredil, po mojem, en ogromen posel, ne. Tako vsaj jaz gledam. Drugače pa Nace me spet vpraša, kaj se smejiš, ne, veš. Zelo taka tempirana bomba je bil vedno, ne. Tako hitro vzkipljiv, hiter na nogah, pa hitro vzkipljiv tudi. A sem prav povedal? A se me tako spomniš? To je bilo pol v prejšnjem življenju, veš? Ja. Ka zdaj v tem nekem novem življenju zdaj si precej preudaren, kot kaže. Ne preudaren, to ni mogoče pravi izraz. V nekem obdobju sem našel nek svoj notranji mir, tako bom rekel, in dejansko... Jaz te iz mladinskih predvsem poznam, ne, potem si mi res bežal, ne, tako da ampak tam si bil, še enkrat, nič negativnega. Videlo se ti je, da želiš zmagovati, da želiš uspeti, da želiš igrati nogomet in da boš vse naredil za to, da boš na igrišču gor, ne. Je pa mogoče v kakšnem momentu težje bilo sprejeti kakšno kritiko, ne, ali pa usmerjanje. A si ga videl, kak je lepo nagnil glavo, ne? In tudi tako pač začutilo se je malce nemirano včasih, ne, tako. Ampak vedno garač, vedno na polno, to ti pa nihče ni mogel verjetno nikoli učitati in se ti tudi to danes pozna, da pač ves čas si nekje v pogonu in tudi, ko se te kličete, zelo težko se te dobi, no. To, kar si prej omenil, ja, mogoče to, da daš sam pri sebi neko pot skozi, ne, dejansko si me zdaj malo spomnil nas, ampak pač tudi malo si me spomnil na te fante, ki zdaj prihajajo gor, ne, in kakor si sam rekel, ne, v tistem obdobju imaš neko svojo glavo, razmišljaš neke svoje stvari, ne, in si misliš, da si pametnejši in od trenerja in od celega sveta, ne, kot en mulj, ko odrasteš in trkaš na vrata prve ekipe, ne,
normalno, jaz si zaslužim igrati, sem boljši od tistih ostalih fantov. Ne. Ampak da veš, da tudi danes ti fanti verjetno podobno razmišljajo, da tudi on ima v glavi neko svoje prepričanje. Ne. In če ti se poskušaš uživeti v njega in najti prave besede, ki mogoče takrat nekdo, ki ti jih je namenil tebi, ali pa bi jih te lahko namenil, ne, lahko temu človeku, temu pač mlademu človeku nekaj daš za življenje. Ne. In mislim, da spet se vračamo na to obdobje med 18 in 21 letom, na ključnem obdobju. Takrat je treba tem fantom dati največ. Ne? In v bistvu takrat jih pa večinoma v tem slovenskem nogometu ali jim že naložimo breme, da mora biti fenomen in da ga moramo prodati v pol leta, ne? Ali pa nekaj v stranskem tiru, ne? Neke srednje poti skoraj da ni pri nas. Ne? Ker tisti, ki pokaže čim malček več, ga tako izguramo na naslovnice, ne? Tisti ostali so pa bojo mogli pa počakati na malo kasneje. Ne? Mi je pa ravno ta del me zdaj zanimiv. Ne? Trener bo vedno v vlogi, ko bo na koncu zložil 11. Ne? In marsikateri igralec ne ve, ko se ne vem, potem ali pogovarjaš ti s pomočniki ali z ne vem, kom drugim, ki je v klubu, koliko si lahko včasih v dilemi za igralca, kdo, kako, koliko časa in vse ostalo. Ne? In da ga imaš mogoče zelo blizu in da je toliko manjka, ne? Da bo začel igrati in da bo mogoče pač naredil nekaj več ali pa da si sam trener želi, da bi igral. Ne? Ampak on od trenerja samo to sliši, nisi med 11. Ne? In to je konc. Ne? Se pravi, in tu je zelo, po moje, dobra vloga lahko ali tebe zdaj kot nekega športnega direktorja ali pa teh starejših igralcev, ne? Znotraj, da so nek vez, da te mlade fante potem še dodatno zraven vodijo. Ne? Ker trener je večji del je presija, hitrej, močnej, bolj natančno, ne vem, v večji disciplini, se pravi, ti si skozi tisti, ki pritiska, ne. Fino je imeti zraven nek support, ki pomaga, da reče temu mlademu igralcu, vsi smo dali to čez, ne, vsi smo bili 19-20 lude glave, posluši, tudi se ti bo pomagalo na tak način, ali pa ne vem, tu imaš starejšega igralca, ti bo razložil določene stvari. Se mi zdi, da ta vloga izkušenega igralca, ne, je zelo, zelo pomembna. Ja, absolutno se strinjam. Ja. Dejstvo je, da v kvalitetnem timu, v kvalitetni ekipi kvalitetnih ljudi, ne samo nogometašev, igralcev, ampak tudi ljudi, se dostikrat en kup takšnih manjših zadev, situacij rešijo fantje sami med sabo. In tukaj res moram reči, da sem večkrat zaznal in opazil pri naših fantih, da to počnejo, da dejansko med sabo manjše situacije rešujejo, starejši pomagajo mlajšim, ali pa kakšenkrat ga tudi malo zauhati, če treba. Ne? Da ni vedno trener tisti, ki mora skakati in ki mora početi ali pa jaz stvari, da znajo že oni med sabo. In tukaj je ključno, da imaš res teh par starejših fantov, ki jih imaš, da so prvo ljudje, ne, in potem še nogometaši zdrave. En izmed primerov, ki ga skoraj da moram izpostaviti, je Erik Salkič. Ne. Fant, ki je dal celoten slovenski nogomet skozi in dejansko tak fant je lahko vzor vsem ostalim mladim nogometašem. In ko on nekomu da dobro besedo, ne, se ga tudi ti, Igor, dobro poznaš, ne, tudi njivski pliv ne bo na ta negativen, ne, bi rekli mi doskrat tudi malo bolj prostaški način napadu fanta, ne, ampak ve res, da če on fantu nekaj nameni, mu nameni dobro namerno. Ne. In to ti mladi fanti, če znajo to začutiti, en kup stvari že ekipa znotraj sebe rešuje. No, in konec koncev pač moja skoraj glavna naloga je ravno to, da z mojimi sodelavci, s trenerji ustvarimo takšen tim, da se oni v bistvu sami sebe pošlihtajo, sami sebe, da ženejo naprej in sami sebe svoje probleme, da rešujejo in da mi potem samo tiste večje stvari korigiramo. To so sanje, govorimo, ne? Ampak v nekem trenutku smo zelo blizu, z našo ekipo zelo blizu temu idealu, bom rekel. Ne? In to je mogoče ta ključna naloga, ki jo imamo ljudi, ki vodimo klub, da poskušamo ustvariti tako homogeno ekipo. In če se vrnemo mogoče malček naprej, ki si govoril o naši raznovrstnosti sestave naše ekipe, ne, ker imamo en kup tujcev, ne, imamo 3 Afričane, 2 Francoza in tako. Ne, v bistvu v tej zelo razpršeni heterogenosti, ne,
ampak ni pa toliko posameznikov iz neke iste kulture, da bi ustvarili podskupine, ne? Nekako v bistvu jih prisiliš, da mora biti vsi del enega. In če to uspeš ustvariti, potem je to recept za zmago. No? In dejansko tudi te fante prepriča, da morajo biti homogeni, da je to edini način za dosegati rezultate. Ne? In če uspejo to razumeti, potem lahko kot ekipa naredijo ogromno. Če tega ne uspejo razumeti, lahko tudi s kvalitetnimi igralci ne doseže želenih rezultatov. Ne, pa moram reči, da meni, zdaj koliko je to, vi ste še bili druga liga, takrat, ko je še bil razdrh, smo mi dva bila v Sežani, mi smo imeli šolanje dol, pač usposabljanje, smo bila na kavi, celo si imel tistih 15 minut časa, da smo šla na kavo, ampak mi je bilo res fascinantno ravno ta del, koliko ste vi support en drugmu. Glede na to, da sem ravno tako Guliča treniral, ravno tako Salkiča, ravno tako Kosmača, ne, koliko ste vi res v support in da vi kot klub, se pravi, če mi govorimo zdaj, da ste vi tisti, ki ste od zgoraj navzdol klub, ko postavljate, koliko vi skupaj držite in ne dvomite v stvari, ki jih počnete. Ne. To je meni bilo verjetno najbolj zanimiva stvar, ki sem jo doživel takrat, ko smo se mi pač pogovarjali. Ne. Ker sem z Gulo sem tudi kar nekaj bil na vezi takrat. Ne. Mogoče to najbolj pogrešam v klubih v Sloveniji, da bi začutil, da ko se gre skupaj, se pač gre skupaj in je to pač tista prvi tvoj, ki mu boš zaupal. Tudi če bo kdaj kaj narobe naredil, se bomo že zmenili, bomo že pomagali en drugemu in bomo reševali stvari naprej. Tako na tak način. Ne. In se mi zdi tudi tu se tudi vidi zdaj ta vaša zadnja nota, ki ste imeli zdaj za vikend, eno dosti veliko akcijo za Miho, ne. Daj nam še pač to malo povej več, prosim. Koliko vam je uspelo, koliko je še akcija traja, kje še se mogoče lahko kaj naredi kaj več za njega. Ja, res je, dejansko klub je večji od posameznikov, konec koncev klub je tudi večji oziroma mora biti večji od samega nogometa, ker dejansko združujemo eno maso ljudi, vplivamo tudi na nekem smislu njihove življenja in upam oziroma naši cilj mora biti, da vplivamo na njihova življenja pozitivno. In en izmed teh zadnjih primerov je ta dobrodelna akcija oziroma dobrodelna tekma, ki smo organizirali za našega igralca Miho Hlada. On je imel v maju težjo prometno nesrečo z poškodbami glave in je bil več kot 2 meseca tudi v komi, tako da njegova rehabilitacija bo kar zahtevna, no, počasi se prebuja njegove gibalne funkcije, ampak njegova pot je še dolga, no, in v takih trenutkih, ki so izjemno težki tako za njegovo družino, kot tudi za vse blizu njemu, je pomembno, da stopimo skupaj in kot klub smo tukaj prepoznali situacijo in organizirali ta dogodek, ki moram reči, da je presegel vsa pričakovanja. No. Če govorimo, da zberemo samo na dan tekme 20-kratnik običajne tekme, so to pač za nas malček nore številke. No. Tako da smo samo na dan tekme z prodanimi stopnicami, virtualnimi stopnicami in v bistvu prostovoljnimi prispevki zbrali več kot 18.000 evrov za Miho. Vendar bo akcija potekala še do konca naslednjega meseca. Preko računa Društva prijateljev mladine Sežana je možno dati donacije in prostovoljne prispevke. Prav tako smo v bistvu še podaljšali tudi možnost nakupa virtualnih stopnic, kljub temu, da je šla tekma že mimo, smo danes še kar nekaj teh donacij oziroma nakupov teh stopnic dobili, kar en tak pokazatelj, se pravim, izjemno smo bili presenečeni nad odzivom, ampak spet potrjuje, da ljudje znamo stopiti skupaj oziroma čutimo to neko našo soodvisnost, čutimo, da se to zgodi lahko marsikomu in takrat bi bilo lepo, da se lahko na nekoga obrneš, da bo poskrbel zate. In žal se teh stvari spomnimo v težkih trenutkih, ker dejansko ljudje smo po naravi soodvisni eden od drugega.
malček ta današnja družba nam prikrije oči, zakrije oči in da tega ne prepoznamo, ampak dejansko en brez drugega ne moremo živeti. In v takšnih trenutkih v bistvu pokažemo, koliko je ta solidarnost, koliko je ta soodvisnost med nami pomembna in koliko jo konec koncev ljudje čutimo in koliko jo želimo izraziti. Želimo se izkazati za dobrodelne, želimo pomagati drugim ljudem v težavah, ker je to v naši naravi. In verjamem, da bo tudi neko prihodno obdobje, ki prihaja po tej trenutni neki družbeni krizi, recimo, oziroma tudi malček krizi morale in politični krizi. Verjamem, da prihaja potem neko svetlejše obdobje, ko bomo ljudje spet prepoznali to, da dejansko živimo skupaj na tem svetu in bi bilo fajn, da si med sabo pomagamo. No. Neka filozofija moja življenjska je, da če ne izboljšaš življenje drugih ljudi, medtem ko si tukaj, potem izgubiš svoj čas. In res ta dobrodelna akcija nas je spomnila na to in prepričan sem, da so vsi ljudje, ki so pomagali, da so v bistvu tem, poleg tega, da so razveselili družino od Mihe, so tudi sami pri sebi bili srečni in zadovoljni, ko so naredili dobro delo. Tako da podatke najdejo na vaši spletni strani, pa mi bomo tudi še v opisu in v povezavi na oddajo bomo še dodali tudi linke za vse ostale, ki še želijo kupiti ali virtualne vstopnice ali na kakršenkoli drug način pač sodelovati pa pomagati pri akciji. Tako da še ostanemo povezani naprej. Nace vidim, da je že malo utrujen, ker snemamo tole malo bolj pozno, dolg je bil dan, ne Nace? Vsak dan je dolg, ampak ne, zelo fajn je poslušati, dobro, no, res tako, tudi to, kar si zdaj na koncu povedal, ko se spet zaveš, da ni nogomet samo tisto, kar se na terenu dogaja, pa ne, ni važno na koncu samo tako Igor, tudi rečemo v napovedniku vedno sam zmaga ali pa poraz, ampak pač je še toliko več, nas v bistvu združuje na nek način in ustvarja te vezi med nami, pa nas spominja na to, da je lepo, če sodelujemo in da je na koncu tudi lepo živeti, če znamo sodelovati en z drugim. Tako da, hvala, da si nas spomnil na to. Ja, že spet pravim, žal se v nekih težkih situacijah mi spomnimo na to, ampak dejansko je tako, no, nogomet je tudi v nekem smislu pokazatelj življenja, no. Ker če bo vsak nabil na svojo stran, ne bomo nikoli prišli do gola, ne. Ko je pa vseh 10 fantov oziroma zgolj 11 na igrišču v igranih, potem lahko ustvarimo nogometno poezijo in k temu treba stremeti, o tem treba razmišljati. Verjamem, da lahko slovenski nogomet dvignemo precej na višji nivo, kot je v tem trenutku, ampak bo treba tudi na organizacijskem nivoju stopiti malček bolj skupaj. Tako da verjamem, da je pred nami svetla prihodnost. To, kar vi predstavljate, se pravi, da ste klub, ste ljudje. In mislim, da je bistvo tega, da razumemo, da smo mi tisti, ki ustvarjamo in da ni štadion ali pa ime nekega kluba samo po sebi. Da je zelo pomembno, kdo je tam, kaj počne in s kakimi nameni počne določene stvari. Ne. Tako tudi jaz moram reči, da zdaj, glede na to, da sem zdaj že postajam ona starejša generacija, ne, mi je zelo veliko veselje, ne vem, da sem imel možnost in tebe trenirati ali pa Naceta in da vidim, koliko ste skozi nogomet ustvarili neko svojo osebnost, ki je ponosna, pokončna, delovna in sposobna zelo kvalitetnih socialnih veščin, tako da malo strokovno probam reči, ne. Ampak da vračamo, se pravi vsi, ki smo bili enkrat v nekem športu, pač mi primarno skozi nogomet, da vračamo tudi naslednjim generacijam zelo podobne zgodbe. Se pravi, tisto, kar je nas, ne vem, povezalo, zgradilo, menimo, da smo boljši ali pa da bomo še vedno delali na tem, da bomo boljši vsak dan, ker tudi ta namen, ta podcast je pač namen ravno tega, da predstavimo, koliko dobrih zgodb je znotraj in da ne rabimo samo iskati, ne vem, kdo se je s kom skregal, pa je bil rdeč karton ali pa ni bil rdeč karton. Ne.
Se pravi, da se ne ramo sam prerekati, ampak da so zgodbe veliko lepše pa bolj pomembne znotraj nogometa. Zato je da nogomet je veliko več kot samo igranje nogometa. Ne. Tako. Ja, absolutno se strinjam in tudi s tistim tvojim stavkom, da pač klub so ljudje, dejansko to je to, no. To si zadev bistvo in tega se moramo zavedati, no. Ne moramo pričakovati, da bojo drugi nas spoštovali, če se sami ne spoštujemo, ne? Ampak to začne znotraj kluba, najprej med sabo oziroma da so ljudi. In tudi to zadevo, ki si omenil, ne, tudi to obdobje, ki smo sodelovali skupaj na Šiški, ki si ti nastreniral in te stvari, vse ljudi, ki na neki svoji poti srečaš, ti pomagajo zgraditi in postati to, kar si danes, ne? In tudi ti osebno, Igor, si imel nek določen vpliv na moj razvoj, na mojo pot, ne? In lahko pohvalim pozitiven, no? In tudi tako želim, da ta pečat, ta vtis, ki bomo imeli mi, naša generacija na mlade generacije, da bo pozitiven, ne? In da jih mogoče kakšenkrat prekrajšamo za kakšen problem, ki smo ga mi imeli, ki smo ga že obdelali in ga ni mogoče ne rab. Ampak je pa ključno, da res da pozitivne plati, pozitivne zgodbe, ne pa da se zapletemo v tiste negativizme in se vrtimo v njih desetletja, ne? Ampak da gremo dalje in da iščemo pozitivne zgodbe in verjamem, da se da stvari početi boljše in uspešnejše. In ena taka moja interna motivacija, ki jo imam, je, ker sem pač šel skozi klube, menjal dosti sredin, predvsem ta občutek sem imel dostikrat, da je distanca med upravo in med igralci, med klubom ogromna in da je tu vmes zadovoljstvo, ko so uspehi, ampak ogromno neke kritike in jeze in prelaganje odgovornosti, ko so neuspehi, ne. In sam sebi sem vedno rekel, da ne želim delovati na tak način. Ne želim potencirati negative v težkih časih, ne, ampak iskati neke rešitve in v bistvu kvečjemu prevzeti odgovornost v slabih trenutkih, kaj sem pa jaz kot direktor narobe naredil, da sem spravil ekipo v tako situacijo in kje lahko jaz pomagam, da se ekipa dvigne. Ne pa takoj začeti kazati s prstom igralci ali pa trenerja, takoj zamenjati te stvari. Ker dejansko je fuzbal en tak zelo nemiren, zahtevno okolje, ampak ostati miren v nemirnem okolju, to je neka moja interna motivacija, ker imaš občutek, da se cel svet sesuja in finance ne grejo in rezultati ne grejo in igralci ne poslušajo. Ostati miren in štartati iz sebe in poskušati potem iz težkega trenutka narediti obrniti dobro situacijo in nekajkrat smo bili že v taki situaciji in smo obrnili vedno na pozitivno, ampak samo zato, ker smo prevzemali odgovornost namesto predlagali odgovornost na druge. In to sem v karieri kot igralec pogrešal, ta občutek, da v bistvu da klub, ljudje v klubu, da ne samo prelagajo odgovornost na igralce, vi ste zajebali tekmo, ne, ampak da tudi kakšenkrat imaš občutek, da smo vsi v istem bobnu oziroma pa vsi na isti ladji, ne, in da je to zaupanje med igralci, med upravo, igralci zaupajo upravi, da bo ona naredila vse, kar je v njihovi moči, da bo splavil klub iz te zagate in da uprava isto verjame igralcem, da bojo tudi oni naredili vse za to, da splavajo in da je ta začasen negativen neki niz, da je samo trenutna situacija in da bo šlo vse na boljše. Iskati pozitiva vsemu, no. To je neka ideja, ki jo želim prenesti tudi na vse ostale. Pa priložnost za nov dan. Jaz podpišem vse, kar si povedal, se 100% strinjam s tem. Dobro, ful ti hvala za čas. Vem, da ti je dragocen, tako da Nace, boš ti kaj dodal ali bomo piskali? Tudi jaz bi se ti zahvalil, da si vzel čas, da si popetal in podelil svoje ideje. Pa tako sem že prej rekel, v bistvu za vse to. Tudi modrost na nek način, ki jo daješ, ne samo to tvojo prezenco v slovenskem nogometu, ampak tudi vse ostale stvari. Hvala ti, pa srečno naprej na tem vašem nemirni plovbi, naj gre vse en tja, kamor si želite, oziroma naj vas nese
v tem toku, ko ga imate radi, da boste na pravi poti pa našli vedno tisti svetilnik, ko vas bo vodil. Da bo hmala Evropa. Ne? Da bo hmala Evropa, točno to. Hvala vam za povabilo in prijeten pogovor. Vse, kar še enkrat sam pri sebi mislim, da nimam dosti kaj povedati. Ni, da smo ne vem kaj dosegali in to, ampak potem, ko se zaklepetamo, pa kar dosti govorim, tako da se pravičujem poslušalcem, ker je malo dolgo trajalo, ampak hvala vam še enkrat za pogovor in lep pozdrav. To je namen, da si vzamemo čas, pa da se lahko ideje povejo. Hvala tebi. Odpiskali smo konec današnje epizode podcasta iz Centra v Gol. Igor, Nace in celotna ekipa oddaje se vam iz srca zahvaljujemo za poslušanje in za čas, ki ga preživljate v naši družbi. Brez vas ta oddaja zagotovo ne bi bila to, kar je. Vabimo vas k poslušanju vseh naslednjih oddaj, ki so dostopne na Spotifyju, Deezerju, Google Castu, Apple Podcastu, TuneIn, YouTube, lahko pa pobrskate po svoje najljubše aplikaciji oziroma platformi, saj jih sproti še dodajamo. Če so vam oddaje všeč, vas vabimo in prosimo, da nas sledite in všečkate, saj s tem pripomorete k še kakovostnejšim vsebinam. In pa seveda spremljajte nas še naprej na Facebooku in Instagramu, kjer redno objavljamo izseke, novice in napovednike naslednjih gostov. Veseli bomo tudi vseh delitev te in pa ostalih oddaj in vaših komentarjev ter povratnih informacij. Hvala vsem za podporo in se slišimo naslednji teden. Do takrat pa uživajte in lep pozdrav vsem.